dame in gospodje, predno začnemo, posebna zahvala mojim čudovitim pokroviteljem, optiki Javornik iz Slovenskih Konjic, ki dela torej najboljša očala na svetu. In če želite biti tako cool kot jaz, pejte tja in si ta očala zrihtite, takšna in drugačna. Od spodaj v videu v opisu bo pa seveda link do njihovega Facebooka. Jaz bom tako cool kot ti. Ja, bomo videli. Zdaj pa je tu z mano. Zdaj mi pa se poznamo, jaz upam, da te lahko tam vikati ali tikati, kje smo tu, da to jaz imam vedno raj, da se tikamo med sabo. Po tiku, Ja. Torej, dame in gospodje, z mano je... Kako bi te zdaj to... Imam kar tremo. Jaz tudi, ampak kako bi rekel, da bi v bistvu povzel, Zdaj, če rečem Miss Alpe Adria, mislim, da sem vse povedal. Torej, dame in gospodje, z mano je Miss Alpe Adria 2006. Ne povedati. 2006, 2007, 2016, 2017, v glavnem ženska, ki je iz manekenskih vod, kar pomeni, da je bila zelo lepa in da je še vedno zelo lepa in da se jo drži ta manekenski si še zmeraj in se je bo očitno držal še dolgo časa, presedlala v politiko, kjer je postala zelo prepoznaven obraz. Celjani smo na njo še posebej ponosni, ker je ena redkih poslank, nekoga še imamo, pa nihče za njega ne ve, ampak ena redkih Celjank, ki se je prebila v parlament. Imeli smo to že skozi zgodovino, ampak Celje ni glih znano potem, da ima poslanke. Torej, dame in gospodje, z nami je Janja Sluga. Sem dobro rekel? Odlično. Okay. Janja, ta zelo glasni Miss Alpe Adria, tudi se ti dopade ta naziv, ali se ga sramuješ, ali je predaleč nazaj, pa je to problem, ker bila si Miss Alpe Adria. Nobena političarka v Sloveniji, razen Boruta Pahorja, to ni bil. Ja, to razčistno. Ne, zakaj bi se tega sramovala? Ne vem, povej, Ne, niti slučajno. Pač človek skozi svoje življenje počne marsikaj, naleti na marsikaj, ali pa ga usoda pelje marsikam. In pač to je tudi nekaj, s čimer sem se včasih ukvarjala. Zakaj pa nisi bila Miss Slovenije? Kje je šlo narobe? Sem sodelovala, ni pomembno sodelovati. Mislim, v politiki je pomembno zmagati, ampak do kje si prišla? Kaj, do polfinala? Ali si izpadla? Ne, sem bila v finalu dvakrat. Finalu si bila dvakrat? Kje je bilo leta? A moram povedati leta? Mislim, kje so bile takrat? 93. leta. Bila Slovenija že takrat? Pa 94. leta. Kaj to, Metka Albrecht, Nataša Alban? Ja, Metka Albrecht, pa Janja Zupan, se mi zdi. Ne spomnim se, tak davčen že nazaj. Ne, da Gačnik, Miša Novak so bile takrat. Tiste so bile pa prej. Ne, mislim, veš kak, takole bom rekla, jaz sem bila pač rojena v Trbovljah in sem eno obdobje svojega življenja, se pravi do konca srednje šole, živela v Trbovljah. Pač tam so razmere malo drugačne, tudi razmere v moji družini niso bile ravno idealne in v enem trenutku se mi je zdelo, da moram malo razširiti obzorja. In sem takrat v gimnaziji na pobudo pač nekoga drugega, ampak vendarle sprejela ta izziv in sem rekla, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi si nekaj novega postavila, kar v resnici si nikoli na tak način nisem neke čist XY stvari. Potem pa vidiš, da mogoče je ta stereotip seveda med ljudmi je, te neumne misice, ki se zavzemajo za mir. Mogla bi biti blond, da bi bila neumna. Na srečo si malo svetlejša sem bila takrat. Dobro, nisi bila pa blond. Ne, pač daleč od tega. Te izkušnje, ki sem jih jaz takrat dobila, ta obzorja, ko sem rekla, si razširila, spoznala sem ogromno novih ljudi, dobrih ljudi, malo narediš malo tudi na svoji samozavesti, malo se naučiš obnašati, malo se naučiš mogoče znajti se v nekih situacijah, kjer se ti prej ni bilo treba, predvsem se pa vržeš in plavaš. In je bila zanimiva izkušnja, zelo aktivna sem bila po moje 3-4 leta. Takrat so bili še eni drugi sistemi, ki si omenil ravno Miss Slovenije. Takrat je pač nekdo imel licenco. Mislim, kaj je bil Gržina, Zdravko je bil takrat? Gospod Gržina je bil takrat, Veliko vem jaz. Ja, vidiš, ti si in, In takrat je bilo, v bistvu si lahko sodeloval, tudi če si se uvrstil v polfinale naprej, brez omejitev. Se pravi, tudi ko je bila punca že uvrščena v polfinale, je lahko še vedno neomejeno sodelovala naprej na pretekmovanjih in je bilo fajn. In mi smo hodili, v bistvu ena ekipa ljudi,
punc, tako vsak vikend. In je bilo super, najprej smo imeli to tekmovanje, potem smo se še malo tako zabavali in takrat so bile še neke bogate nagrade za to in odlično ampak si imela plan postati miss takrat? Si želela, verjetno si želela zmagati, ne? Ja, mislim, vsaka, ki... sprašala, zakaj ni zmagala. Vsaka, ki sodeluje, si verjetno želi zmagati. Si se maščevala, zdaj, ko si imaš pač vpliv za nazaj, da te niso zbrali, veš, kdo je bil proti? Ne, kot sem rekla, jaz sem to izkušnjo vzela kot nekaj pozitivnega, osebnostno sem nekaj od nje odnesla. V enem trenutku, ko se mi je pa zdelo, da je pa Slovenija vse majhna, ne? In ko se, ne vem, 2-3 leta se ukvarjaš, v bistvu sceno poznaš, ljudi poznaš, eni nisi se vse posod dobivamo in se srečujemo in potem v enem trenutku sem rekla, mogoče pa zdaj to, mogoče sem pa zdaj od tega odnesla tisto, kar sem osebnostno in drugače rabila in grem naprej, ne? Je pa bila ta prelomnica, ki si jo omenil, ne, 95. Jaz rekel 26. 95. leta, ja. Sem pa šla in sem kot prva Slovenka zmagala na Miss Alpe Adria, to je mednarodno tekmovanje, to se pravi Hrvaška, Madžarska, Slovenija, Avstrija, Italija. In po tistem se mi je zdelo, da imam dosti. Ta naziv ima zdaj do smrti, ne? Seveda, še po smrti tudi. Zdaj si miss parlamenta, prej si bila Miss Alpe Adria? Ne, tam sem pa z nekih drugih razlogov. Ne, tam pa... To je moj osebni izbor, pusti se, kaj si ti tam, to je moj osebni izbor. Namreč naslednje vprašanje, če se še malo pohecamo, ne? Političarke načeloma niso lepe, ne? Bom zdaj malo nesramno, mogoče se bo čulo, ampak političarka ne sme biti lepa, no tako bom rekel, ker če je lepa, je takoj, tako kot si ti rekla, označena za neumno, je prišla prek posli do svojega položaja, ta je prelepa, ta zagotovo nič kaj pametnega ne bo povedala, ne? In vsa lepa dekleta v politiki so slej ko prej sklatli, ne? S piedestala, ne? In so jim pripisali neke afere, pa ne vem kakšne stvari in so zelo hitro končale kariero. Ne? Tako da misliš, da je ta lepota, ker pravi lepota je fajna stvar, te pele daleč. Politiki pa misliš, da je to pametno biti lep ali ne? Pa greva s predpostavke, da ti si lepa, ne? Ja. Jaz mislim. Prvič, razlog, da sodeluješ v politiki ni zato, da si tam lep, ampak da kaj pametnega poveš. Ja, to mi je jasno. Ja. So pa ti seksizmi, ki si jih omenil, pri nas zelo, zdaj ugotavljam, če dalje bolj globoko ukoreninjeni, ne? Vsi se še vedno folklorno ukvarjamo, koliko je kjera poslanka lepa ali pa ni lepa, se ukvarjamo, ali ima dosti dolgo krilo ali nima dosti dolgo krilo, ali ima rdeče čevlje ali ne, ali ima frizuro tako in onako. Nikoli se pa nismo še ukvarjali s tem pri moških, ne? Ali ima kdo predolge hlače ali pa predolge rokave. Tako noben ni lep v seksi parlamentu, to imamo mi probleme. Dobro, Robert Golob je ženskam pa je všeč, to sem preveril. No, jaz bi rekla, da je večina poslancev pač nekomu všeč, ne? Ne, za pogledati redko kdo, ne. Tukaj moramo biti pošteno, za pogledati redko kdo je komu všeč v politiki. Ne vem, zakaj je tako, ne? Recimo, da bi se je šel v politiko, jaz bi zagotovo na to karto igral, ne? A veš, da bi bil ženskam všeč. Sem danes prav razmišljala, ko sem razmišljala, o čem se bomo pogovarjala, pa sem razmišljala točno o tem. Jaz preden sem prvič kandidirala, to je bilo 2014, pač bila zaposlena tu v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju in prej na Zavodu za kulturne prireditve in tako. In ti se v prejšnjem življenju, ne, pač jaz sem po naravi bolj perfekcionist kot kaj drugega, včasih me to tudi ovira, se pravi, to je lahko pozitivno, lahko je pa tudi negativno in se v teh službah nekako izkažeš, zadovoljni so s tabo nadrejeni, zadovoljni so s tabo sodelavci in potem ti v enem trenutku reče, zakaj pa ne bi ti kandidirala, mi tam gor rabimo take, kot si ti, take enega izmed nas, ne une, ki tam gor sedijo in si potem ti rečeš, ja, saj mogoče bi pa res lahko, ne, in se odločiš in si izvoljen. Ne mine 3-4 mesece, kar naenkrat ti isti ljudje te ne vidijo več kot ti si ena od nas, ti bi lahko kandidirala, ampak te vidijo točno tako, kot si ti rekel, ti si pa zdaj političarka, oni tak nič niso vredni, oni so najslabši, nimajo pojma, nič ne znajo in tam gor v Ljubljani sedijo. Mislim, ta preobrazba se ne zgodi v tebi kot osebi, ta se zgodi v tvoji okolici. Ja, in to je tako zanimiv fenomen. Mogoče je tu še ena druga stvar, ti moraš nekaj vedeti zdaj. Ne? Recimo leta nazaj so bili politiki zvezde.
Ti, če se spomniš, ko je bil, mislim, revija Jana je imela izbor za najbolj seksi žensko, najbolj vplivno žensko, mislim, da je Katarina Kresal takrat zmagala, to se danes več ne more zgoditi. Ker politiki so danes usovraženi bolj kot serijski morilci. Zdaj, kaj se je to zgodilo, to sem zdaj vprašal po tvoje, da je politik, ali so mnogi politiki res tako slabo luč na politiko dali, pa so res tako zavozili vse skupaj, da čim je nekdo politik, ga ljudje sovražijo že po defaultu. In Bog ne daj, da ima politik Instagram, Bog ne daj, da on gre med ljudmi pa nek selfie naredi. To je prepovedano. Politik mora govoriti samo o politiki in se ne sme tega iti. Nekoč je bilo to drugače. Poglej, Kennedyja. Kennedy je bil pop zvezda, ne samo politik. Se je družil, pa Ronald Reagan, ki je celo iz filmskega sveta išel, pa dobro, to je Amerika, ampak kljub temu, kaj se je zgodilo, da je politik postal res osovražen poklic? Če bi vedela ta odgovor, bi mi vsi čestitali, moji zdajšnji sodelavci. Ne, jaz sem to vedela, jaz sem to vzela v zakup. Zdaj pa sam, a si dosti trden karakter, da te stvari lahko preneseš, predvsem jih pa ne smeš jemati osebno. Jaz si vedno rečem, to ni nekaj, kar na mene leti kot Janjo, tako kot se mi zdaj pogovarjava in se poznava in veva, kdo je kdo, pač pa leti na funkcijo, ki jo jaz opravljam. In tako jaz vedno to jemljem in si tega ne jemljem srcu. Je pa dejansko se zgodil nek premik v družbi. Vse družba kot celota na vseh področjih se je spremenila v tem času. Če primerjamo zdaj tiste čase, ki si jih jaz ne spominjam, da bi ta izvor seveda bil, ki si jih zdaj omenil, pa do zdaj. Spremenil se je naš odnos do vsega in tako tudi do politike. Tudi neko medsebojno spoštovanje se mi zdi na vseh področjih je bilo včasih veliko na višjem nivoju, ko je danes. Danes si že vsak upa vsakmu vse reči, ne samo politikom, tudi sicer. In nek odnos medsebojni je zdaj drugačen, kot je bil. Seveda si pa politiki tudi sami, pretekle generacije in zdajšnje, sem se štejem tudi sama, čeprav moram reči, da izjemno pazim na to, da nisem nikoli nespoštljiva, da so moje razprave na nekem nivoju, da se nikoli ne spuščam na neko osebno raven in tudi načeloma na najgrše komentarje odgovarjam vljudno in prijazno. In to je nek moj moto in ne dovolim si, da bi se to kakorkoli spremenilo, pa vendarle razprave, ki potekajo na način, kako potekajo v parlamentu, večinsko iz drugega pola političnega, pa vseeno vplivajo na vse nas, so seveda povzročile tudi to, da je pač ugled padel. Način, kako se tam v tistih sobah pogovarjamo, način, kako dajemo izjave, kako izrabljamo neke populizme, kako želimo biti všeč ljudem, je pač pripeljalo do tega, da smo danes tu, kjer smo. Glej, res je, da pred leti res, da ni bilo interneta, vsaj na tak način kot zdaj ne. In na internetu pač ima vsak možnost povedati, kar želi, na internetu je vsak glavni, recimo to družabno omrežje Twitter, zdaj X, ki so ga dejansko čiste politične zgodbe so ga zastrupile v Sloveniji. In jaz sem tam tudi gor dosti bil aktivno, ampak bolj za erotične zgodbe svoje, ko sem imam navezave s celim svetom. Pa sem se predstavil seveda bolj drugam, ker je res ena taka negativna klima, ampak hočem reči to, da neka politična tema v ljudeh prav vzbudi neka psihopatska nagnjenja, kaj ljudje začnejo recimo pisati pod neko izjavo neke ministrice, ne vem, karkoli. In se vprašujem, kaj je tu v ljudeh, da se obnašajo, kot da jim je ta oseba, ne vem, ubila mamo, kot da je na njih neposredno nekaj vplivala, ne vem, jim življenje uničila, jih ustrelila, ne vem, v glavi se vprašujem, kaj je v teh ljudeh, vse tako si rekla, mnoge teme so polarizirane, pa se ljudje skregajo, ampak politika, mislim, če hočeš ljudi skregati, govor o politiki, ampak te žaljivke, grožne, in se potem vprašujem, tam, ko pa ljudje niso anonimni, ko so z imenom in priimkom, zakaj je to dejansko dovoljeno? Recimo, zakaj, ko nekdo napiše, ne vem, Janja Sluga je pa želim, da crkne gor dol, zakaj pa ti ne moš tožiti? Ti prebereš njegov ime priimek, pa ne vem, zdaj sam ti konkretno. Mislim, vse jaz ga lahko tožim, a se mi res to da? Ampak to bi bila šola, da bi ljudje, pa ne vem, zdaj ti osebno, ampak govorim, da bi ljudje ugotovili, da pa vseeno ti ne moš napisati vse in da to, kar napišeš, mora imeti posledice. In če ti nekoga užališ ali pa neosnovano nekaj nabluziš, pa mi čez kak zdaj frajci, ki si dobil lajke,
zakaj te ne toži, da ti to enkrat plačaš za razžalitev časti. Ne? In pa bi mogoče ljudje rekli, čakaj, zdaj moram pa paditi, kam napisal. Zakaj se to ne zgodi? Zakaj je dovoljeno skoraj vse? Ravno prejšnji teden je en moj poslanski kolega tožil, sicer ne nekoga, fizično osebo, ki bi nekaj zapisala, pač pa en medij, oziroma en samo oklican medij za mene, to pač ni medij in je to tožbo tudi dobil. Aha, ja, ko je medij tožil. Ne? Ja. Ne? Ampak jaz mislim, da je prvenstveno odgovornost na X-u, zdaj, če sva že glih rekla, torej na Twitterju. Facebook ne zaostake dosne. Ja, ampak se mi zdi, da vse je malo drugače. Tukaj pa gre res direktno. Jaz sem parkrat naredila celo kako prijavo za kak komentar, tu nikoli nič ni bilo nazaj, vedno so oni niso ugotovili, da bi bilo s tem karkoli narobe, pa so bile take konkretne besede, ki si jih že ti nakazal. No, tako da, zdaj moram priznati, da najraje niti ne berem komentarjev, tudi če naredim kako objavo, naredim objavo in največkrat niti ne prebiram, kaj tam spodaj piše, ker zakaj bi se sama sebe nervirala, če ni treba, ne? Če pa bi si želela iti, je pa tega zdaj toliko, a bom vse tožila vsak, ko... Mislim, vse ne, če boš enega pa ti rata, bo tudi drugi se malo strašni, ne vem, ne? Ne vem, nisem jaz tu za to, da bom zdaj ljudi plašila. Ljudi iz medijev, tudi Šimpa, vse pa so grdi komentarji, pa noben nikoli ne toži, ali kaj, da bi se to nehali, to mi je misterij, no? Da se ljudje upajo. Pa zdaj recimo, ko je umrl Bora Čorba, ki je pač v Sloveniji seveda bil pri mnogih osovražen zaradi teh zelo glasnih izjav, teh konjušarjih bečkih, ampak eni komentarji so bili res grdi. Ampak se ti ne zdi, da je ta komentar bolj ogledalo tistega, ki ga je? Se strinjam, samo da nekdo to napiše, pa ima v glavi, da ne bo posledic. To je meni tis, ne? Če bom napisal nekaj takega, bom nastradal. Ali pa ravno išče odziv in je razočaran, ko ga ne dobi. Ja, recimo, Jaz bolj na to grem. No. Se pravi, ti to, bom rekel, ignoriraš in pustiš, da gre mimo, če te prav razumem. Dobro, če ne gre v nek ekstrem, če bi zdaj šlo. Ja, se gre. Mislim, ne vem, zakaj za tebe ekstrem. Zakaj za tebe ekstrem, gledaj, to mora biti, to sem že enkrat, na svojem Facebooku sem že enkrat o tebi pisal in objavil, da kadarkoli si ti kaj napisala, kam se vsujejo negativni komentarji, kot da si, ne vem, zdaj najslabša, najbolj to, drugo pa sprašujem, pa čakaj, kaj je ta Janja Sluga vam res naredila tako slabega? Ja, pa je šla z ene stranke v drugo. Ja, pa čakaj, se tudi ti si zamenil službo, pa si šel tam. Ja, pa to ne, ja, pa kak ne. Čakaj, une stranke, ki je bila prej, sploh ni več zdaj, kak bi bila še kar tam. Ne, pa to ne, ona bi mogla biti, pa kak bi mogla biti zvesta, če greš, se spreminjajo stvari. Ne, prvič stranke te več ni, drugič je pa ta stranka iz enih stališč. To je bila kar stranka Mira Cerarja, CMC. V enem trenutku pač predsednik je bil drug in zavzela popolnoma drugačna stališča. Jaz se pač s temi stališči nisem strinjala. Kaj zdaj? Mislim, obstaja mnogo ljudi, ki so bili v več strankah, kot so bila jaz kdajkoli, ampak niso tako izpostavljeni. Ampak zakaj je recimo pri tebi to bilo tako, zdaj si pač v Svobodi, pri Robertu Golobu, ampak zakaj je to tako bilo sporno? Ne, se ni bilo sporno. Kaj pač nasprotna stran? Se pravi, te so glasni. Tista, ki sem jo jaz zapustila, se je počutila poškodovano. Ampak se ti si tudi levica. In je to še spodbujala. Se ti si tudi levica, ni? Ne, to so z desne sprožili, ampak nima veze. To, kar bi ti jaz rada povedala, in to, kar sem ti tudi že enkrat napisala. Ja, ljudje mi tam gor napišejo marsikaj, ampak moram ti pa reči, da v živo nimam še slabe izkušnje. Kaj so to polezeni ljudje? Kaj so to zeni ljudje? So plačani, mislim. Očitno je mnogo lažje napisati, kot pa potem v živo. Več, ko mogoče kakega čemernega pogleda v živo še nisem doživela. V živo si jim pa lepa, pa so očarani, zdaj bom pa nekaj povedal, čak da jo vidim. Ne, jaz si bolj predstavljam, da imam mogoče dost nabrušen jezik, se ker ne pustim. Možno, da res, ampak hočeš mi reči vse, če si iskreno, da te ne prizadanejo te izjave, komentarji. Ne, tistih, ki jih sploh ne poznam, ne. Vse mi je. Mogoče ta leta samo še to prinese. Kaj pa bi te prizadelo? Ja, če bi pa nekdo, ki ga poznam, ki je moj prijatelj, ki mi je blizu in če bi pa nekdo tak, potem bi se pa malo zamislila, bi si rekla, Janja, a si zdaj ti še ti,
ali pa nisi več. Takrat se pa moraš zamisliti, pa se moraš ustaviti, pa se moraš malo vprašati. Ampak ni se mi še to zgodilo. Še ni. Ne. No, jaz ti svetujem, da naprej ignoriraš to. Ja. Je pa res, da ko sem jaz objavil zapis o tebi in sem rekel, da zdaj pa bom jaz preveril, kdo bo kaj grdga o tebi napisal, ker vedno pišejo, ni pa noben. Jaz zraven pa sem bila tak lep par, sem bila na sliki, da ni upal noben druga kot srčka. Zaradi tebe, to pa zaradi tebe. Ja, mene tudi ne marajo. Ampak v glavnem, no, hočem te tu vprašati. Rekla si prej, ne, ko si bila pač v teh lepotnih vodah, pa si šla v gledališče, pa vse, kar si prej bila, ne. Mislim, to Lutkovno, ali kar si razlagala, ampak... Ne Lutkovno. Tole, naše gledališče, ki sem bo Lutkovno. V glavnem, no, ampak da si potem res se odločila iti pa v politiko, ne. Verjetno je bilo premalo to, da je en rekel, če pejt, ne. Da si mogla vse nek vzgib najditi, ali ti je šlo kaj na živce, zakaj sem pa jaz to spremenila, pa kako si seveda vedela, da boš, ne vem, prišla enkrat v parlament. To smo se jih prej menila v ofu, ne, da meni osebno pač se mi zdi najhujše, da nekdo kandidira, ne, pa bom rekel, zdaj gredo, jebe mater vsem, razume vse posod, ne, pa je glasen, pa se ven meče, pa jaz bom to, pa ne pride not, ne. In pol si zapre vrata zaradi svojega dolgega jezika, vse posod, v parlamentu ni, torej kaj je on zdaj dejansko mal tega, da je bil glasen, pa ni bil zvoljen. To mi malo obrazloži, ta svoj pogled na to. Prvič, jaz ne gledam na to, kaj imam jaz od tega. Ja. Takrat, ko sem se odločala, pa če bi pa govorila to, kar si zdaj ti rekel, pa nam tvojih besed ponovila, ne smeš. Ja, potem pa se ne bi zdaj spraševala, zakaj nimamo več politiki ugleda, ne? Pač jaz tega nisem počela, niti ko sem kandidirala. Ja. Ampak, če se vrneva tisto leto 2014, mi smo takrat bili res, mislim, pri nas je šlo tako daleč, da ko smo zjutraj kavo pile, ko smo prišli v službo, nismo več časopisov brali zavestno. Zaradi tega, ker res ni bilo več nobene dobre novice, ne? Kazali državi slabo, finančno, spomnimo se, da bo prišla kar trojka, da bo vsega konc velika brezposelnost, grozno je zgledal. Ni bilo več za poslušati niti dnevnika zvečer, ni bilo več niti časopisa za brati, če si hotel ohraniti neke mirne živce, ne? In nisem tega več počela, ne? In potem je prišel dr. Cerar takrat, on je bil moj predavatelj na faksu. On je prišel kot meteor. Ja, in on je v bistvu tisto leto, mislim, ko sem jaz bila, da je bil drugo leto na faksu. In je bil še tako en tak mlad profesor, vsi smo ga imeli radi, navdušeni smo bili, vmes med predavanji nam je še kakšne zgodbe povedal in tako super je bil, priljubljen takrat zelo in pač zapomniš si človeka takega, ne. Mimogrede tudi bivši komisar Potočnik je bil moj predavatelj in enako smo ga imeli radi, ne. No, in potem je prišel dr. Cerar, ki je napovedal, zdaj pa bo on ustanovil stranko in vabil se ljudi na ustanovni kongres, da ga podprejo, ker je takrat, mislim, da celo rekel, rabim 400 ljudi, ne, da me pride podpreti. In pač jaz to slišim in si rečem, čakaj, to pa Cerar, ne. A zdaj bom jaz dovolila, da je stanje tako v državi, kot je, pa bom tu še vedno takole delala, pa ne bom brala časopisa, pa ne bom gledala dnevnika, ali bom šla tam mu pomagati, če je pa človek rekel, da nas vabi, da rabi našo podporo, da rabi naše podpise. In sem v enem trenutku si rekla, veš kaj, Janja, če imaš priložnost, vsak od nas jo ima, in greš tja in mu pomagaš na tem ustanovnem kongresu, ker sicer si pa lahko tih, ker si imela priložnost, pa nisi nič naredila. Ampak pa ne šimfati več naprej. In sem se vse na avto in sem šla tisti dan v Ljubljano, ko je nam povedal na gospodarsko razstavišče, nobenega nisem poznala. Šla sem tja in sem rekla, tu imate mojo podporo, da ustanovite stranko, nekaj naredite. Ne, po moje ne. In to je bilo to. Pol pa seveda tam pustiš neke podatke in oni so imeli celo nek vprašalnik, kaj si ti pripravljen, na kakšne načine si vse pripravljen pomagati. In je bilo tudi vprašanje, ali si pripravljen tudi kandidirati za stranko. In jaz sem najprej hotela tako, ne boš pa verjel, kdo je zraven mene takrat v tisti vrsti stal. Kdo? Ena tvoja gostja. Moja gostja? Jasmina. Jasmina, tako, duhove kliče kaj. Tako je, skupaj sva stale takrat v tisti vrsti. V parlamentu malo izgnati, vem par duhove. Ja, skupaj sva stale. Škoda, ko je ni. In sva se pogovarjale. Sem je razlagala v politiki, sam to nismo imeli. Ja, skupaj sva tam čakale. In obe sva to. In pol še jaz ko rečem, ne, jaz to ne bom kandidirala. Pa študiram. Pa dobro, mogoče pa, kaj pa če bi. In sem se tam obzahla in nisem nikoli pričakovala, da bo me nekdo poklical. Nisem. Ali so me poklicali. So me vprašali in so rekli, 2 dni imaš časa, da se odločiš, če boš kandidirala. In
In jaz sem razmišljala, malo sem se še takrat z mojo bivšo šefico pogovorila, ker sva se tako razumela in je ona mojih let in malo sva se tako usedla, kaj bi to pomenilo in kaj ona misli. Potem sem se seveda doma malo pogovorila. Moj mož ni bil glih čist za. Ker je vedel, da te boš in to mi je jasno. Edini pametni familiji, ampak dobro. Da bo lahko rekel, sem ti rekel. Ampak ja, nekako sem se pol odločila. In pa se je zgodil ta preobrat, ker naenkrat nisem bila več. Janja, ti si tu v gledališču, tako fajn, pa prej si bila tu, pa tam, pa si fajn, pa si ena od nas, ti bo šla zdaj gor, pa boš, ker naenkrat sem zdaj tam gor v Ljubljani. Zakaj se pa to zgodi, misliš? Zakaj se to zgodi? Mogoče prijetno zato, ker noben politiko ne mara, pa ti avtomatsko postaneš tak, ki ga ne marajo. Ja, pa zmeraj se narobe naredimo, pa tako nas vidijo, vi tam gor v tistih pisarnah. Jaz vedno rečem, ko mi kdo to reče, prosim te, pojdi z mano na teren za en teden, pojdi z mano na vse, kar imam jaz obveznosti, pa boš videl, kak je to. 3-krat se mi je zgodilo, da je nekdo šel, se odločil. In vsak mi je pa rekel, jaz pa nisem vedel, da je to tako. Sem rekla, se vem, kaj jaz tudi nisem vedela, ko sem šla. Zdaj mi pa povej, kaj pa recimo štos teh meteorjev političnih, ko pridejo, zmagajo, ponavadi pridejo z lufta, vsaj tako ljudi prepričajo in potem nekateri že med samim mandatom pogorijo, celo tako daleč, da stranka zgine ali oni zginejo, nekateri zdržijo še en mandat, pa potem postanejo nekaj drugega, ampak recimo nobenega se ne spomnim od teh, pa so prišli, pa so zmagali, pa so naredili norijo, pa kar naenkrat priljubljenost začne padati, začne toniti, ampak res so ga parkrat mogoče res posrali nekateri, pa so sami krivi, eni pa niti ne, niso pa nič narobe naredili v končni fazi, pa reče ljudje, ja, nič ni naredil, je tako tih, pa nič ni od njega, ampak zakaj se to po tvoje zgodi, da čist vsak, zdaj ne vem, kaj bo z Robertom Golobom, zdaj ta priljubljenost njegova, o tem bomo pol malo počvekala, zdaj, če gledaš Facebook, pa to je težko reči, ker se pač oglasijo pod komentarji te, ki ga ne marajo, ki ga niso marali že prej, to je brez veze, ampak zakaj se to zgodi, Jaz mislim, da pač ljudje si pred volitvami in ko imajo nekega novega kandidata ustvarjajo ogromna pričakovanja, Samo jim tudi reče, da lahko verjamejo v to, da bo svet spremenil. Jaz zdaj težko v imenu nekoga drugega govorim, ampak jaz sem pri svoji kampanji, pri vsaki do zdaj, se pravi pri 3 državnozborskih in tudi pri evropski, jaz vedno pazim, da ne obljubljam. Jaz nikoli ne obljubim, da bom nekaj naredila. Jaz vedno rečem, potrudila se bom, da bi to šlo. Nikoli jaz ne rečem, zrihtala vam bom sanacijo, zrihtala vam bom to cesto. Zato dobiš glas, da to rečeš. Ne, nikoli. Bom naredil penzionisti, imeli 10 ur v penzije, Evropa enega meseca, pika. Vsi volijo za tebe, Zakaj bomo zdaj sam 9, če si rekel 10? Obstaja ena anekdota, ko sem jaz prvič prišla na en občini zbor gasilcev, ker se še nismo poznali, to je bilo čisto na začetku, in jaz pridem in niti nisem natančno vedela, kaj me tam čaka, polna dvorana gasilcev to že, potem pa reče predsednik tistih gasilcev, reče, zdaj pa naj pride na oder poslanka, da nam bo nekaj povedala. Nisem šla jaz na oder. Sem rekla, oprostite, jaz sem pa danes prvič tukaj, jaz nisem za vas še nič naredila in ko bom kaj naredila, bom pa šla na oder. In je bilo v redu, ker smo se potem usedli in so mi oni povedali, kaj pa jaz lahko za njih naredim in smo skupaj to naredili, ne sama, skupaj. Se pravi, v obljubah je pa problem. Mislim, to je zagotovo ena stvar. Druga stvar so ta pričakovanja v ljudeh. To je tako, kot greš v neko novo zgodbo, imaš tudi, ali pa greš na morje, kako bo fajn, si rezerviraš. Ali pa bi šla v punco, pa kako bo fajn, pa vse skupaj je malo drugače. Ne vem, je pa v bistvu v politiki zelo težko, kdor si predstavlja, da pride poslanc ali pa predsednik vlade ali pa katerikoli minister tja in da ima čarobno palčko in da ali pa zažvižga sodniško piščalko, pa vsi stojijo mirno pa naredijo, kar reče. Ni to tak, In včasih še jaz pa rečem, bi imela to čarobno palčko, ker bi tudi jaz marsikaj rada, pa bolj hiter bi rada, da se premakne, pa še to bi, pa še bi, ampak žal ne gre tak. Žal stvari tečejo bistveno bolj počasi. Jaz dam za primer včasih, ker to mi je res taka grozna zgodba, ker se na mene obrnejo tamle stanovalci
blokov tam na ulici 14. divizije, kjer že 20 let stoji semafor, ki ne deluje, nikoli ni deloval. Ne? In se obrnejo na mene, tule pridejo v ta prostor in rečejo, grozen mi takrat, ko je prometna konica, sploh ne moramo ven. Nam se zjutraj v službo mudi, mi tam ven ne moramo, ker je kolona nepretrgana. Ne? Kak bi bilo, če bi mi ta semafor tam usposobili? Pa se rečem, seveda, semafor stoji, to je treba sam prižgati. A veš, 2 leti sem se matrala. 2 leti od Poncija do Pilata, eno ministrstvo, drugo ministrstvo in na koncu, ko je bilo vse urejeno, je pa mestna občina rekla, da ne. In sem morala še to, ampak trajalo je dobesedno 2 leti, sama nisem mogla verjeti. Zdaj gori. Gori, dela. In sicer za moj okus malo predolgi interval, ampak enostavno se ne da krajšega narediti, ker ga je treba uskladiti z zelenim valom tukaj po celi Mariborski gor, ne? In pač dela. Ampak vsakič, ko se mimo tega semaforja pelem, se spomnim te zgodbe in si rečem, Janja, če si za en semafor matrala 2 leti, kak pa lahko sploh še kaj drugega, ne? Pač ustrajati je treba. Dati si moraš cilj in moraš iti, meni včasih rečejo, ti greš zmer kot tank. Ne grem glih kot tank, ne, ampak se pa trudim, da ne obupam na tisti poti. Gled, po drugi strani pa ne, ta fenomen Janeza Janše, recimo, ne, a veš, on je pa, ne vem, od 90 let naprej ima pa skozi približno enako število procentov. Zdaj, če kak novi doseže več, ga premaga, če ne doseže več, zmaga Janša. Kako si pa to razlagaš, recimo, ne, da mu ta procent vsaj v večini primerov nikoli ne pade. Torej, glede tega jaz vedno rečem, da ti ljudje, ki pač njega podprejo, to pa je fenomen. Razumeš, da 30-40 let ti eno in istega človeka, pa ne glede na to, kaj on naredi, ne naredi, ti ga greš voliti in podpreti in mu dati tistih, ne vem, 20-22% glasov ali koliko ima, pa čeprav, ne vem, 5krat vmes zgubi, tebe to ne zanima, ti ga greš naslednjič spet voliti. Kako je pa to mogoče? Ja, če bi jaz volila tisto stranko, bi mogoče bolj vedela, kaj ti ljudje čutijo. Ne, prvič jaz bi rekla... Je to fenomen, če gledaš, ne? Mislim, jaz bi prvič rekla, da ti vsi ljudje, ki obkrožijo to stranko, nujno ne obkrožijo tudi njega, tega enega človeka, ne? Mogoče obkrožijo stranko. Zato, ker se pač poistovetijo s temi stališči, ki jih ta stranka zagovarja in je edina stranka, ki taka stališča zagovarja. Drugič je to, tako kot sva rekla, stranka, ki že dolgo časa obstaja, se pravi stara, etablirana stranka, utrjena svojo volilno bazo, svojim programom. Vse ostale stranke niso, so padle dol, pa so tudi stare. Naslednjo je to, da je to desna stranka. Miselnost ali pa neka stališča, ki jih zagovarja, so drugačne kot pa mi, liberalci, levičari in tako naprej. Pri nas je to, kar sva že ugotovila, samo ena stranka, ki ima dolgo zgodovino, tako dolgo zgodovino kot ta druga na levem političnem polu ali pa levo-sredinskem političnem polu, druge stranke se pa menjujejo. Se pravi, si niti ne morajo te baze ustvariti. Zato so crpne, ne? Seveda, ne? Druga stvar je pa ta naša liberalna miselnost, ki jo tudi mi dva zdaj kaževa, ne? Mi ne znamo biti tih, ko nismo zadovoljni. Tam so tih, pa nič ne rečejo. Pa tudi, ko se noter face sprejo, nič ven ne pride, ne? Pri nas pa ne znamo biti tih, ne? Pri nas pa jasno povemo, da smo nezadovoljni, to ni v redu, ono ni v redu, ne? In je pač, je drugače. Ampak zakaj pa ti misliš, recimo, če smo še malo pri Janši, koliko se njemu ljub, recimo, toliko let, to itno. To mi je tudi uganka, ne? Jaz gledam pač, vse fajn, ne? Pa da imaš tisto plačo, še vedno si pač ta šef opozicije, tu pa tam, kdaj si šef vlade, ko ti pač rata, ne? Ampak da se ti to še vedno po vseh teh letih, ker to tudi na vse zadnje, to, ker enostavno vse ni se skozi izpostavljati, pa gor, pa dol, pa na televiziji, pa skozi biti jezen, pa skozi skritizirati, pa se skozi skregati. Veš, zakaj? To, kar vidiš, noben pogovor se ne konča brez, da se njega omeni. Mislim, seveda, ne? Tako da ima neki drugi. Okay. No, in če gremo zdaj od njega na našega Roberta Goloba, by the way, moja teta iz Laškega ga je obkrožila zato, ker je bil čeden. No, evo. Jaz sploh nisem poslušala, kaj govori, ampak je bil čeden, lase dolge, zdaj malo krajše. Rekla sem ga vole, se mi je tako dopadlo. Moja mami pa mislim, da je rekla, da je tako elegantno hodi in da je tako frajer, da on je pa frajer. Vsega pa če ful mali, ne, on tak elegantno mali, mislim, nama dvema se zdi marsikdo. Smo velika, ne. Ne,
A veš kaj, ne boš verjel, ampak večina ljudi ne posluša, kaj mi govorimo. Večina ljudi vidi, kako smo oblečeni, kako izgledamo. Zato, si lepa, pusti. Če ti ni bila lepa, bi vsak poslušal, kaj ti govoriš. Ker si pa ti lepa, pa te gledamo, vprosti. Janja, vprosti. Ko sem šla jaz na neko prvo soočenje moje na TV Slovenije, jaz sem se zelo dobro pripravila. In tudi tisti, ki me poznajo in ko so me gledali zaradi vsebine, so rekli, odlična si bila. Nasplošno pa, veš, kaj so ljudje opazili? Kaj sem imela oblečen, pa da sem imela na štumpih tako malo zanke, ne? Kaj si pa imela zanke? Ja, nisem imela, ne? Ampak ljudje so to videli, ne? To so videli, ne? In tudi danes, veš, ne? Tako, ko si rekel, ne, ta ima fajn frizuro, tam je tak simpatičen. In tudi jaz vidim v resnici, tako bolj na lokalnem nivoju, ko mi kdo reče, jaz sem pa v teti stranki, pa sem v njih stranki, pa sečem, pa ti veš, kaj ta stranka zagovarja, pa ne vejo, ne? A veš, oni se včlanijo ali pa obkrožijo, zato ko jim je nekdo, tako ko si rekel, simpatičen, ali pa fajn se jim zdi, ali pa čuje se fajn. Mislim, se sploh vprašaš, so sploh soočenja, kdaj bistvo, da nekdo nekoga nekaj obkroži, ali že folk tako odločen. To si se vprašala kdaj? Pa mislim, vse, ko gledaš te ankete, je največ tistih, ki niso odločeni. Ja, ampak zdaj, ali dejansko niso odločeni, pa ne vemo. Te, ki niso odločeni, morajo ostanejo doma. Ne vemo. Ne. Ja. Misliš, imajo soočenja to težo, da z enim dobrim soočenjem ti dobiš rating, ali ne? Jaz mislim, da ja. Parkrat se je že izkazalo, da ko je bil nekdo recimo na nekom soočenju zelo dober, da je potem ta stranka pridobila. Saj je bil res ono ekstremno. Ja. Težko. Ljudje ne poslušajo, veš? Ne. Ljudje gledajo. No, Janja, zdaj pa, če ostanemo še malo pri Robertu Golobu, ne? Jaz malo to študiram, malo čekiram, gledam, drugo, tretje, ne? Ta njegova nova ljubezen, pač o tem mi kaj povedala, ne, karkoli, ampak jaz sem se oglasil parkrat, ne, pa sem stopil na Tinino stran, sem stopil na njegovo stran, pa sem rekel, da kaj z ljudmi, ne, razumeš, da so tako, viš, tukaj tudi je tak primer, kako se je ta gnojšnica usula tega sovraštva, recimo do nje, pa je najslabša, pa je to, pa je sem, pa je pa je bila s tem, pa je bila zunaj, pa ne, viš, ljudje so ponoreli, ne. On bi pač mogel imeti neko navadno, ne vem, žensko, ki bi bila stara, ne vem, 60 let, ki ne bi bila atraktivna in pa bi bili vsi tih, ne, tak pač je, če ima neko atraktivno, lepo, seksi žensko zraven, je to problem, pa tudi če je bila Tina Gaber, nima veze, politik to ne sme imeti v današnjem času. Včasih, ko je imel Kennedy Jackie, ima Jackie, kako sta lepa, fajn, danes to ne gre. Ne? In te vprašam pa vsem to, ne? Recimo, ko je on, bom rekel, se zaljubil z njo, začel biti gor dol, pa je videl, da mu to škodi. Ne? To dejansko res njemu v javni podobi žal mu škodi. Ne? Ni ta njegov PR tim, ki ga predvideva, ima rekel, hej, tole pa bo ta mogla vidva malo nazaj stopiti, ne ga slikati, ne delati selfijev, ne se hvaliti, da sta tam pa tam, ker to ni v redu, to Slovenci sovražimo, ne? Ja. Je dobil ta nasvet, pa je pol po svoje naredil, ali ni htel poslušati nobenega, kak je s tem? Če ne politik vem, ve, to njega vprašati, kaj ti misliš? Pa ne moramo gibati, veš? Ja, pa kaj misliš? Mislim, je pa jaz mnenje, mislim, no? Moje mnenje je to, da jaz recimo mojega moža, ki je tudi zelo lep, ima modre oči, je zelo prijazen, doma skrivam. No, in no pač, vidiš, veš, tu neko ločnico potegnem. Ja. Ne, mislim, jaz pač jaz sam za sebe govorim, jaz za druge ne morem. Ja. Ne? Jaz navadno, čeprav je on tudi v bistvu javna osebnost kot nek zelo uspešen športnik, ampak on fura svojo zgodbo, jaz furam svojo zgodbo, se kdaj pokaževa skupaj, če le imava čas, a načeloma pa jaz nekako nočem, ne njega, ne otrok, ne zdaj že pridruženih otrok, ker imamo že 2 pridružena člana družinska, nočem nekako izpostavljati. Se mi zdi, da pač to je moj poklic, tako kot je vsak drug in ti tudi verjetno si v službo ne peleš, ne? Če bi hodila zraven, bi umel, mislim, poglej, kaj se dogaja. Ja. No pa hočem to pa recimo, da bi ti imela, ne vem, da bi zdaj imela nekega novega fanta, ne vem, nekega mišičastega, mladega manekena, ko bi zgoraj brez hodil okrog, pa bi videla, da te začne ljudi kritizirati, kaj se greš. Bi ga še vse imela zraven, bi rekla, da je vstan ti doma, to ni dobro za moj. Oj, ne vem. Ja, to sem razmišljal. Veš, kak je to, ne? Ja. Meni je fajn, jaz sem to podprl. Jaz rekel, gledaj, kak je nasmejan, srečen, zaljubljen, meni je to všeč. Kaj se tudi on pač je lahko zaljubljen, tudi on lahko uživa. Zakaj ste tako tečni? A veš, to stane. Mi smo
mislim, vsi, ki smo tudi na takih funkcijah, smo ljudje. Se to govorim, sam dobro, če pa vidiš neki škod, zakaj riniš v to? Ne vem, a ti nikoli ne delaš nekaj, kar veš, da Ja, sam jaz nisem še vlade, a veš, ne? Ja. Ne vem, mislim, jaz ne moram za njega komentirati, karkoli ti bom nekaj si mogla zdaj izmisliti, ne? Ja. Tako da, ne vem. Ok, Janja, ne bom drezal tebe. Te pa vprašam tole, ne? Kaj zdaj imaš v glavi, recimo, volitve so kdaj, čez 2 leti, ali da so volitve? Ja, malo manj. Čez 2 leti. Kaj, bo Svoboda zmagala spet? Seveda. Si sigurna? Mislim, sigurno, kugle nimam, ne? Kugle bi mi dva zdaj mogla tu imeti, pa ker pogledati. Ker je rekel, da rabi 8 let, da naredi. Ja, mislim, naš program je zastavljen na 2 mandata, ker dejansko v 4 letih, tudi če hočeš kaj, težko premakneš. Vse stvari, tudi te blazne reforme, o katerih ljudje govorijo, nič ni od reform. Se kaj pa je reforma? Reforma je, če pogledaš slovar, sprememba. In spremembe se nikoli ne zgodijo čez noč. Spremembe se dogajajo počasi, po korakih, sploh v teh nekih sistemih, ki jih imamo pri nas. Seveda prvo mi pade na pamet zdravstvo. To je ogromen sistem, kjer je nešteto nekih povezav, vsaka stvar, ki jo narediš, vpliva na drugo in tako naprej. Ti ne moreš rezati drastično. Spreminjati stvari iz danes na jutri, zdaj bo pa čisto drugače, ne bo. Jaz mislim, da tu neki korake, ki jih trenutno ministrica počne, njej je vse jasno in mislim, da so pravi. So pa mogoče za koga premali. Tudi jaz bi si želela, da bi se lahko jutri zbudili, pa bi bilo vse drugače, pa bi imeli kar naenkrat dosti zdravnikov, pa bi imeli dosti učiteljev, pa bi imeli vsega. Ne gre. Tako da realno je zastavljen ta program seveda za 8 let, pa še 8 let v resnici. Kratka doba za neke velike spremembe. In jaz mislim, da na koncu bodo tudi tisti največji pesimisti morali priznati, da so se neke stvari spremenile in na koncu nam gre res tako slabo. No, jaz tu za tabo sedim, mi je vredno. Ja. Drugi ne bom vprašal od zunaj ljudi, kak je bje. Veš kaj, ljudje pač, moraš nekaj vedeti, da ljudje danes, tako sem rekel prej, imajo internet in lahko to svoje nezadovoljstvo spotencirano napišejo in potem izpade, kot da je res vse narobe. Ker se vedno oglašajo tisti, ki niso zadovoljni, ne tisti, ki hvalijo. Je pa brez veze, se oglašaš, kar sem tudi zdaj zdrav mešal. Ampak to je slabo, v končni fazi imaš ti pol v glavi, da je vse to, ko pa misli drugače, pa tih ponovadi. To je mogoče škoda, bi se mogli tudi ta drugi, ali pa se jim zdi brez veze prepirati pa kregati. No, pa če te še to vprašam, Janja, prej si omenila ta seksizem, prisoten tako ali drugače. Potem zdaj to vprašam. Viš, tukaj smo pa zdaj v nekih ekstremih, pa me zima tvoj pogled na to. Eno so zdaj te res, ki so ekstremi, recimo, ne vem, Pavel Rupert, ima ene take, vedno neke ekstremne zgodbe, je imel ali ima karkoli. Pustimo te, ampak govorimo, da smo v nekih čudnih časih, kjer je vse sporno. Kjer karkoli rečeš, ali užališ geje, ali užališ temnopolte, ali užališ južnake, ali užališ ženske. In recimo, predstavljam si, da bi zdaj nekdo na položaju rekel eni ženski, vi ste pa lušna. Pa to je jutri glavni škandal vse posod. Ampak tukaj, to se pa ne strinjam. Zakaj so normalne stvari, če ti to znaš seveda zapakirati v lušen stavek. A veš, zakaj so normalne stvari za mnoge ženske postale zdaj seksizem, napad, ne gleda me kot pamet, gleda me kot telo, kaj se on zdaj gre, vsaka izjava, vsaka reklama, kjer je gor seksi ženska, ne, to je seksizem, to se ne sme več iti. Kaj se tu dogaja, Janja? Kaj se ta novodobni feminizem, kaj se z njim dogaja, da je vse sporno, da režejo stare prizore s filmov, da režejo reklame, vse gre nekam v nek čuden sistem in ti kot ženska, kaj ti meniš o tem? Jaz mislim, da tako kot na vseh področjih življenja je potrebna neka zdrava mera, neka zdrava pamet. Ampak tukaj ni, če mene vprašaš, tu ni zdrava pamet. No, kakor kje, zdaj malo posprašuješ. No, povej mi nazaj, Janja, povej mi nazaj. Ne, absolutno je prav, da smo se ženske začele zavedati, da se nam to dogaja, ker je ti seksizmi, ti predsodki ali pa je pri nas neka normalnost, V bistvu jo niti ne zaznamo več, ker se nam zdi vsem, ne vem, zadnjič je bila ravno debata o besedilih narodno-zabavnih pesmi, ali pa tudi popa. Mislim, te kiklice pa, vemo, o čem govorim. Mislim, meni se to ne zdi
neki čemur bi... Meni so ta besedila za Andrej na splošno. Kiklice so mi še najmanjši problem. Meni je na splošno to drek. A veš, na koncu pa zraven pripevaš, pa se smejiš, pa se ti zdi, pa se ne zamisliš, kaj v resnici to besedilo sporoča ljudem. In prav se mi zdi, da ženske na to opozarjamo. Prav se mi zdi, da delamo neke korake, da se začnemo tega zavedati. Je pa včasih šlo to predaleč. Mislim, to rezanje filmov za nazaj, to absolutno se meni zdi, da je šlo predaleč. Kaj je pa merilo, meni osebno? Če, ne vem, služben sestanek, službeno okolje je ponavadi tisto, kjer se največ tega zazna. Če nekdo, tudi moškemu kolegu, izreče enak kompliment, kot ga bo izrekel ženske, potem to ni seksizem. Ampak, si že slišal, kdaj moškega, da je rekel moškemu, imaš pa lepo obleko? Jaz to velikrat rečem, stari, ti pa ful dobro zgleda, ti si pa ful seksi, stari, ti imaš pa ful žensk, vsakati čas. Ampak nekdo, ki pa ne. Hočem reči, tukaj je zdaj neka ta razlika, da se pač določene ženske v določenem trenutku počutimo kot objekti, ne kot subjekti, ne kot oseba. Da tebe recimo pohvali, da dobro zgledaš, te moti to? Ne, mene ne moti. Me pa moti v tem kontekstu, če nadrejeni samo ženskim sodelavkam izreka take komplimente, tudi če so komplimenti, moškim pa ne. Zaradi tega, ker zakaj pa je pomembno? Če si jih pa ne zaslužimo, če čudno zgleda. Zakaj pa je pomembno, kako obleko ima sodelavka? Za moškega pa ni pomembno. Ampak to je zdaj spet od situacije do situacije verjetno zelo različno, ampak še enkrat ponavljam, absolutno se moramo s tem ukvarjati, moramo osvestiti neke stvari, ki so nam že utečeni vzorci, pač generaciji nazaj in so se nam zdele normalne in se nam mogoče še vedno zdijo normalne tudi meni, ker se moram sama sebe včasih opomniti, pa si reči, Janja, čak, a ni tole mogoče, šlo čez mejo, neki ekstremi, neke skrajne situacije, pa spet ne, da bi zdaj to gnali do nezavesti. To pa absolutno ne. Nekaj, glej, to slovito mitogibanje, pa cancel kultura in tako naprej. Meni je bilo zanimivo, to je prišlo ven, pa so vse pa pribili na križ, pa mnogi igralci so zaključili s karierami, ampak hec v tem mnogi zgolj na osnovi govoric. Ni bilo dokazov. Recimo Kevin Spacey je zdaj znani, Kevin Spacey je zdaj na sodišču dokazal, da ni kriv, Njemu se... Sam njega niso obtožali ženske, ampak govorim, pač šlo je na osnovi govoric, pač razišče, ampak njemu se ni nihče od takrat naprej upravičil, Nihče, Njegova kariera je pa zaključena, In mnogi igralci tudi, ki so, eni seveda so počeli svinarije, Recimo Bill Cosby, ko ga je, 200 žensk se javilo, to sigurno je mogli nekaj biti, Ampak želim to povedati, pa se je pa rekel, pa kako to zdaj se pa se oglašajo, pa 30 let, pa drugo pa se pa meni zadnjič z našo Celjanko, pevko, Tatjano Dremelj, legendarno, malo na to temo, pa je rekla, da mogoče pozabljam, da včasih je to moškim bilo nekaj normalnega, si pač žensko, zarit prijel, ali si ji dal, roko pod kiklo, in to je bilo pač, ampak ženska tudi takrat se ni oglasila, ker se ni imela kje oglasiti, da mogoče to ni čisto res, da se pač, dobro, mnoge se tudi oglasijo zaradi denarja, pa tak naprej, ampak da moram tudi z tega vidika gledati, da nekaj, kaj je bilo nekoč samo po sebi normalno, pa dejansko ni bilo, ni bilo, samo smo bili tiho, Pa recimo, to če si kaj brala, so snemali ta čarovnik iz Oza, Judy Garland, kako je zapadla v droge, alkohol, kaj ona tam vse pretrpela, pa da so jo tam tudi zlorabljali, posiljevali, ampak tega mi nismo vedeli, Ti si sam vedela, da se je zapila, pa je umrla, A veš, Tako da mogoče je nekaj na tem, da je prav, da se je ta Me Too prebudil, da se moški zaveda, kje je ta meja, pa da moš ti kar žensko zariti, priječ, ko ti paše, Pa reči, ne vem, če zdaj pa ne gre z mano v poslo, pa ne boš nidela karijere, sam imaš pa po drugi strani tudi ženske, ki so pa zavestno šle v to, ker se ve, da brez tega karijere ne bodo naredile, Recimo, Harvey Weinstein je zrihtal 10 igralkam Oskarja, da so po sebe njega šle. Vprašanje pa, če tudi prostovoljno. Sam zakaj so pa šle v to, a veš, Recimo, pa hočem reči, dobro, to vse razumem, to te podpiram in tukaj sem se tudi sam parkrat oglasil, da ne, ampak ta ekstrem, ki pa se mi zdi, da moškega uničuje, A veš, da se zdaj moški boji,
Dobeni baby rekel, čuj, lušna si mi, seksi si mi, želim se ti, pa ga bo tožila, da je nadlegoval. Se pravi, da se boji, strah je gospod. Ne? Ja, ampak pa bo rekel ženski, gledaj, ta je pa ziher gej, ta pa nič ne upa, pa bo šla z enim južnakom, ko je cel navdušen, gremo malo gor dol. Mislim, kje smo tu? Se ne bojiš, da bodo moški tako prestrašeni zaradi tega feminizma ali mi tuja karkoli, da ne bojo več upali normalno usvajati, ker bo vse prepovedano, ker ti ne smeš ženski zdaj še pijače plačati, to pomeni kaj, da jo ponižuješ, da nima denarja. To me skrbi, ta Ampak ekstrem. veš, da je zadnje čase meni par moških rekli, ko sem hotela plačati. Ja. No ne, da ga bom čisto ob njegovo moško Jaz spravila. pa pustim, če hočeš mi plačati, to meni ni problem. Pa kaj misliš, no? Kje ta črta mora, ta zdrav razum, to bi mogli malo skorigirati. No, jaz mislim, da je. Zadnje čase ni. Pa ne vem, jaz nimam to vrstnih Nimaš takega izkušenj. občutka? Ne. Veš, Nimam. ko nisi v teh vodah. Ne? Nimam in tudi mislim, da moški znajo to presoditi in točno vejo, kje je meja. Zdaj pa Mislim, jaz jo vem, zavestno zdaj, prestopijo ja, ali jaz ne, vem, je pa ja. druga stvar. Ne? Ker jaz vem, da vsaka ženska, če je prava, pa če si ti frajer, ko ji poveš, kaj bi rad, konkretno gor dol, je vsaka navdušena nad tem. Ne? Sam ne boš pa to takoj reči, ne? Prvo sekundo. Ne? Se pravi, ti ne opaziš, da bi to lahko moške degradiralo pa spremenilo v neke... Ne, ni tako hudo. Veš kaj, bonton pa vljudnost nikoli nista bila ne moška. To drži. Ne? Ja. Ampak se pravi, jaz tebe lahko, zdaj recimo, da vodim neko prireditev, rečem, dame in gospodje, zdaj prihaja na oder gospa Janja Sluga, najlepša poslanka v Sloveniji. Ali še kaj ne, čisto mnenje to govori. Ne, bom jaz rekla, isto, to je tvoje mnenje. Ne? Ja, ampak jaz si to lahko dovolim, jaz sem pač jaz. Ne? Mogoče je tudi to, kdo lahko to reče. Ne? Mogoče je tudi v načinu, kako to narediš. Ja. Ker jaz sem sama pri sebi recimo opazila, ko razmišljam o teh stvareh, da me mnogokrat zmoti bolj način, kako je to. Ja. Ko me nekdo takole po kolenu potreplja, pa mi je od nekaterih moških to čist cool in prijateljsko in noč narobe, od drugih pa ne. Ja. Kaj je zdaj tukaj distinkcija, ne vem, Ne veš. ampak je razlika. No? Je razlika. Ja. Janja, daj si nazadnje jokala. Ok, vsak dan jokam. Zakaj? Kaj? Najbolj neumne stvari. Ko bereš komentarje na Facebooku? Kaj? Ja. Ne vem, nazadnje sem pač tudi pri nekih temah, ki jih obravnavamo, pa pol kak prispevek gledaš po televiziji, pa se pač malo se vživiš, ne, poskušaš še vživeti v to situacijo, malo poskušaš čutiti te ljudi, kaj pa oni mislijo, kako se oni počutijo in tako naprej. Jokam v vsakem neumnem filmu ali pa kakšni knjigi. Pač, ja, no. Čustvena, tako kot smo vsi, ne. Ne, zdaj vidiš, že se smejim. Ne, še, pazi. Ti, kaj pa delaš recimo v prostem času rada? Ne? To so klišejske vprašanja, ampak so vsem zanimiva, no? Ko nisi recimo v pisarni, ko nisi na teh političnih zadevah, ko imaš čas sama za sebe, pa ko ti mož ne teži. Kaj najrada počneš? Meni mož nikoli ne teži, tak se reče. Še manj otroci. Ja. Srečo imam, da sem jih vzgojila v take samostojne ljudi, ker me ne rabijo, zdaj pa sploh ne več pri teh letih. Ne, jaz moram reči, da sem toliko veliko odsotna od doma, da sem zelo vesela, ko sem lahko doma. In ko sem doma, imam rada mir. Sem predvidela. Ja, in sem ponovadi kje doma štrkarim po vrtu ali pa na vrtu sem grozno rada, noter po tisti zemlji, to me res sprošča. Dokler sem si to, oziroma dokler mi je hrbtenica to dopuščala, sem zelo rada plela trato pred hišo. S čim si pretirala? Ampak zdaj 2 ure dol sklonjena, se ni čudno? Ja, zdaj ne morem več to delati. Ne? Ma ne vem, knjige so Knjige, to je tvoj hobi. in to kakšne take biografske, to rada berem, kaj Smo po zgodovinskega. moje 200 biografskih knjig, doma sam ti nobene ne posodim, ko pa nazaj ne dobim. Ne, pač to, najraje pa zjutraj res zajtrk, kava, kadar imam čas, sedim na terasi, gledam takole v gost in to je to. Pa da vstaja zjutraj, ful zgodaj. Pa vstajam, vstajam. Koliko vstaja? Čez tedni tako vstajam. Ja, ko moraš. Rabim. Ampak nekako težim k temu, da čez vikende tam bene 6:30 vstanem, ki zjutraj najprej eno ustco malo. 6:30 vstane že, grem jaz spat. Ne, nisem več ti žurerski tip. Jaz tudi nisem žurerski tip, ampak ne grem pa spat, noč ima svojo moč, kaj telovadi zjutraj. Ja. Bravo. Mislim, moram, zaradi hrbtenice, ne? Dobro. Kaj pa recimo ta, če še malo gremo v te bom rekel,
kontroverzne vode, ne, recimo te politične zgodbe s tujine, bilo v tujini, tudi pri nas smo jih potem imeli te neke seksualne škandale, pa to, kar je zanimivo bilo novinarjem, medijem. Ne. Potem pa v Sloveniji vse ni toliko, ne, vse nekaj govori, pa je imel to pa kar potihne. Ne. Noben novinar to ne gre do konca. Ne pove, kdo je imel kaj, jaz nisem nič slišala. Ne vem, za Jankovića se je govorili, da ima to neko farmacevtsko zgodbo, ampak noben ni zdaj ni dva pol ujel, pa sliko skupaj, pa ni prišel video v Ameriki, tujini se to zgodi, ne. Pa ne vem, Clinton. Jaz sam rečem, hvala Bogu, veš, ko nas bojo pa še tak lovil. Ja, ne sam hočem reči, zakaj vas ne? Ker v tujini se to dogaja, v tujini imajo posnetke vse, če vejo, da nekdo neki šušmari gor dol grejo do konca. Zakaj to pri nas je pa vse tako? Ne bi vedela. To boš mogel pa novinarjev vprašati. Ljudi to zanima, kje se to ustavi, ne? Dobro, ta recimo zelo glasna Vera Baričevič, to je bila norija, pa potem je dobila epilog ali ne na koncu, ne? Ampak nekih takih drugih, jaz verjamem, ker tudi poznam dosti politikov, vem, kaj se dogaja, vem, kaj se v parlamentu dogaja, kdaj, ko se luči ugasne, to te nam vprašal, ker vem, da bi še povedala. Ampak, to boš ti parlament povedal. Ti bom, ampak hočem reči, nobene fotografije ni. Ja ne vem, mogoče se pa nič ne dogaja. Ti politiki so znani potem, po čem? Da se dogaja. Mislim, ženske mogoče ne, moški. Vsak politik ima ljubico, ima ne vem, to iz stranke, kolegico se nekaj gre, tajnico. Jaz nisem nobenega videla, tako da... Nisi nobenega videla. Ne vem na podlagi kakih informacij. Ja, mislim, govori sem. No. Ja, vidiš. Mislim, ti nič ne veš o tem, kakih takih zgodb. Vem, da mi jih ne bi povedal, ampak ali ni to pri nas? Pa ni, to je neka fama, po mojem, okrog poklica politik, ki so si ustvarili ljudje mogoče v svojih glavah ali pa si jo javnost ustvarili. Mislim, poglej Ameriko. Še zdaleč ni tako zanimivo, kot zdaj ti misliš. Trump je imel porno zvezdo, recimo, ne, veš, jaz jo spoznal na Berlinskem sejmu. Ja, no vidiš. Ja, no, pa kaj pa pri nas pa ni, praviš, da ni tega. Pa ne, mislim, to je mnogo bolj dolgočasen poklic, kot si pa ti očitno misliš. Ja, mislim, jaz sem upal, ker če bi se šel to, sem računal na to. Ne. A je to si upal? Ja, mislim, da sem upal, računal sem nekam upal. Ne. Jaz sem že zdaj dost punc, ampak kot politik sem pa imel v glavi, da bi pa to bilo potem... Ja, sej ti, mogoče bi, ne? Ja, seveda bi, ne. Sam bi mogel samski biti, če si samski, si lahko več dovoliš, ne. Ja, ne vem, nimam te izkušnje. Nimaš te izkušnje, ne. No, bom mi še pa to povedal, kaj je, bom rekel, največji politični samomor za nekega politika po tvoje? Kaj ljudje ne oprostijo in po drugi strani, kaj oprostijo, pa čeprav ne bi smeli? Ne vem, nikoli nisem o tem razmišljala. Pa zdaj razmišljam. Mislim, prvič ne morem se spomniti nekaj tazga, kar bi rekla, da je pa to res samomor, da je nepopravljivo. Ne vem, a si imel kaj konkretnega v mislih? Vprašam tebe. Ne vem. Namreč, ker moje podvprašanje... Vidiš, kaj se zdaj dogaja, recimo s Tešem, ne? Ja. Pa vsi vemo, kdo je bil takrat zraven, pa se nič ne skoti tem ljudem, ne? Ja. A so kakšne posledice? Ne. Niso. Še vedno te iste ljudi, ki so ta projekt takrat furali in zagovarjali, še vedno si novinarji kličejo, sprašujejo za mnenje. Hotel sem to reči, da enim politikom se pač oprosti ful velik, enim pa ne. To je bil moj namig. Ne? Da zakaj ljudje nekomu ne oprostijo nečesa in res zgubi popularnost, enemu pa kam je že fora? Ne vem. Nisi razmišljala? Veš, koga bi mogel pa to vprašati? Dana Podjeda. Dana Podjeda. On bi On je pa, to veš, spaha, ne? Veš, da ti to strokovno povem, nimam pojma. Če gledam še malo, da se rad na Ameriko kdaj navežem, ne? Recimo ta Clintonova zelo glasna Monika, ne? Smo prostili, ne? Ja, on je bil naprej predsednik, ne? To sicer vsi vejo, so bile nebroje. Samo se upravičil, ne? Ja, ampak dobro, upravičil, ne? Čeprav najprej je govoril, da ne? Ja. Rekel, nisem, ne? Pa se je skazal, da je, pa še sem bil predsednik, ne? Ja, a je to vplivalo na njegovo funkcijo, ne vem, mogoče zato? Ja, ampak ne, pa se celo žena mu je upravičila, ne? Ja. Veš? Ne? Saj javno, ne? Veš, kaj žene marsikaj oprosti. Na politikom sploh, ne? Pa gledaj, recimo Trumpa, ne? Njemu se tudi vse opraviči, ne? Pa ne vem, neki kazenski postopki gor dol, pa spet kandidira, pa zdaj ne vem, kaj bo Kamala Harris naredila, ne? Ali je dovolj močna, ne? Ampak se mu oprosti, da bi verjetno bil nekdo drug v nekih postopkih, bi že zdani vgledal, ne? Na to mi je namreč fenomenno, da tako se neko enim se oprosti, drugim ne. Kaj moraš to? Mogoče je pa finta v pač ljudeh, ki jih nagovarja. Ja. Se pravi,
kakšen profil ljudi so tisti njegovi podporniki. Da upravičijo take zgodbe. Ne da upravičijo, ampak da celo hočejo to, da to vidijo kot obliko, da si upa ali pa kot obliko upora. Bravo. Mogoče to, veš. In potem taki moraš v bistvu, sploh moraš to početi, da dobiš njihovo podporo in da jo potem obdržiš. Ne? Oni to hočejo, veš, kam so vse. Zaradi njegovih nekih pozivov, kaj se je vse zgodilo na Kapitolu, Washington, tako. Ne vem, mogoče pa to, kar ti ljudje zaradi česar ga sploh podpirajo. Mogoče ga pa sploh ne bi podpirali, če bi bil drugačen. Ne si mi dalo misliti, ne? Ampak dober, Trump je res ekstremen primer, pa je mogoče za njega to malo lažji. Ja, sam mislim, še vedno ima podpore, pri nas bi lahko si to dovolil, da bi še kar ga podpirali. Po moje bi si lahko. Če bi to v njemu videli nekaj, da je za tega frajer. Tudi pri nas nekaj je zdaj škandal, ne? A je škandal nekaj, kar, ne vem, se v preteklosti tista maketa za nekih, ne vem, 5000 evrov, ki se sploh ni potem zgodila, ne? Ali pa ta tež za, vemo, koliko milijard, ne? Pa zdaj ugotovimo, da je bilo takrat vse narobe, vemo, kdo je sodeloval, pa ti ljudje so še vedno, ne? Nihče ne reče, tale je takrat bil, zdaj pa tale ne. No, pa gled, recimo, če se na Golobiča spomnil, to Ultro, recimo, in njemu niso upravičili in je zaključil kariero. Ali je zato, ker je tudi sam hotel? Ne verjamem. Če ne bi te Ultre bilo, ne verjamem, da bi se to zgodilo. Pa hočem reči, nekdo drug bi pa lahko mogoče veliko večje probleme, pa bi ga pustili na mir. Zdaj, kaj je bila fora pri njemu, da so mu to tako zamerjali, ker je pač takrat nastopil kot čist, pošten, da nič ne bo in pa se mu recimo to zgodilo in pa jaz ne bi rekla, da je bilo samo to vse, bi rekla, da je bilo kar več stvari. Da je bilo več stvari. No, pa če ti še to vprašam, proti koncu, to sem vedno razmišljal, pa vedno nisem v politiki, zato mogoče na to ne vem, recimo izhajam mogoče sebe ali pa še tako razmišljam, da nekdo, ki rata politik, pa ki mu uspe, pa ki prije na položaj, pa ki ne vem, postane celo predsednik vlade ali predsednik parlamenta, zakaj pri milem Bogu ne pazi na vseh stvareh, ki ima vpliv, da res ne bo kaj narobe, da mu ne bojo mogli nič očitati. Zakaj čisto vsakmu politiku se zgodi nek škandal, nek problem, neka čudno kupljena zgradba, neka ministrica, ki se z njim skrega, karkoli, zakaj se to vsakemu zgodi? Zakaj eden ne pride, pa ne vem, ni 8 let, popolnoma brez težav, da popolnoma pazi, s kom se bo družil, kaj bo rekel, koga ima v ekipi, pa da ne bo nobenih kiksov, škandalov, pizdarij. Zakaj to ni mogoče? To mi ni jasno. Jaz še nisem imela, jaz sem 10 let že. Ja, dobro, ti dobro, Zato mogoče se ne smemo pogovarjati kar o vseh politikih, ampak mogoče o teh, ki so na teh najbolj izpostavljenih funkcijah. Ne vem, jaz bi rekla, da je težko, v bistvu, to ni neka kontrolirana atmosfera, ki je zamejena, pa rečeš, do tule sem jaz, do tule so moje pristojnosti in tu bom zdaj se vse kontroliral, ker enostavno ne moš, ti imaš tam pod sabo, ne vem, na ministrstvu, zdaj na pamet govorim. 300 ljudi, kjer mora vsak odgovarjati za sebe, ti ne moreš fizično vsakega kontrolirati. Ampak še predno je to funkcijo dobo, da nisi preveril, ali bo v redu, ali ne bo. Bo tvoj, naslednjih 10 let, da ga bo posral, ki vmes pa ti bo stran. Ja, pa se vsak to dela greši, ne? Ne moreš nikoli zagotoviti, da bojo vsi vse naredili prav, tudi ne moreš sam zagotoviti, da boš vedno vse naredil prav. Pa popularnost kar nekaj upade, zaradi takih stvari se to zgodi, ne? Ko pa ljudje najdejo neki, ta je imel pa to, zakaj brez tega ti ne moreš biti clean shaven in biti skozi car? To nisi nikoli razumel. Zakaj moraš kiks narediti, ali ti ali pa tvoji? Ne vem, mogoče si mi sploh ne predstavljamo, koliko je to široko področje, kaj vse moraš delati. In kaj vse se tukaj v zadju odvija in da, vem, težko rečem. Pa ne vem, prije nekdo pa je ful popularen, pa ne vem, je dobil 6% glasov, pa zmaga, pa pride gor, pa prva odločitev, ki jo naredi, je že taka, da ga pol ljudi ne mara, ne? Zakaj ne počakaj, to ne smem narediti, moram biti pameten. Zato, ker bi pol delal sam tisto, kar je ljudem všeč. A misliš, da bi to pa imel? Ti si prišel za to, da boš državo, da boš neke stvari popravil. In potem narediš nekaj, kar veš, da je prav. Automatsko zameriš pa ljudem. Vedno jih je pol jim je všeč, pol pa jim ni všeč. Ne moreš nikoli narediti, da bo vsem všeč. Jaz nisem vsem všeč, ti nisi vsem všeč. A veš, ne? Politika je kurba, jaz sem ti rekel, pa mi nisi verjela. To je star pregovor. Ne, mislim, čisto nobeno stvar, ko jo narediš, ni vsem prav. Ja, to je res. Tudi, če je nekaj, kar pričakuješ nekako na prvo žogo, pa rečeš, zdaj smo pa, ne vem, tule asfaltirali,
ne, cesto, ne. Na zadnje, moj. Jaz sem se zelo trudila. Ker ti se s celsko problematiko Ja, in ta cesta proti Laškem, ko se tudi jaz vsak dan vozim, je bila res grozna. In mi pa sva se z gospodom Mačkoškom res trudila na ministrstvu, vsakodnevno sva bila gor, težila, da bi to cesto bilo treba obnoviti tudi zaradi, ker je to tovornjako in je bilo res razbito. In vsakič, ko smo šla, ne moramo vse niti narja. A zdaj se je obnovil od Tule, od Polul do Košnice in dol naprej še 4 odseki, tako da je res zdaj lepo, ne. In potem si jaz rečem, to nama pa je ratal in zdaj imamo še obljubljeno, da bo šlo še naprej, ne, seveda moramo pa rešiti, kaj bomo naredili, da ne bojo tovornjaki to naslednjega poletja spet stovkli. In narediš objavo, tole nam je pa res ratal, ne. Misliš, da so spodaj pohvale? Ne, to ste lahko vprašati, ja. Zakaj pa ne še to, zakaj pa ne še tam, pa kdaj boste pa to? Se rečem, pa dobro, nikoli ne bom naredila vse prav, ne. To zgleda, tudi Celjani se oglašajo od spodaj po tvojimi objavami, da imajo v glavi, da nisi nič naredila za Celje. Nisem, to ni res. Veš, da ne. To je, jaz vem, da ni res. Kako pa da to te pa ne prizadane, da ti Celjani reče, Janja, nič nisi naredila, ker nekaj bluziš. In ne rečeš, oprostite, naredili smo to, pizda vam materna, pogledajte, to smo naredili. Pa vseh, če grejo dol po mojih objavah. Ampak, a bom res vsakmu razlagala? Ta najbolj glasnim, saj ne. Mislim, dobro glavna zgodba. A veš, koliko se ti stvari zgodi, kjer moraš kot poslanec odreagirati in res napneš vse sile. Naprimer, jaz sem bila poslanka pol leta, ko mi kliče gospod ravnatelj prve gimnazije, Janja, grozi nam, da ne bomo dobili telovadnice. Vzeli nam bojo denar in ne bo telovadnice. Jaz pol leta poslanka, kaj misliš, da sem jaz vedela, kam poklicati, pa kam se obrniti, pa kje? Pa sem. Tekli mi je dol, res. Groz mi je bilo, cmok sem imela v grlu. Sem rekla, meni se to ne sme zgoditi, v času, ko sem jaz poslanka, telovadnico, ki veš, da smo jo čakali 20 let, da je bilo grozno. Ampak sem. A veš, potem pa začneš sukati telefone, hoditi na vrata trkati, prošnje take in onake, sestanek tak in onak in smo to telovadnico rešili in so jo naredili, hvala Bogu, ne. In je še milijonenih takih malih stvari, kjer pač narediš, ampak nisem tak tip, jaz tudi ne, pa vem, da moraš v politiki biti, da se boš kar naprej hvala. No, tam, ko en Juri, da nisi nič naredila, tam bi rekel, oprosti, stari moj, glej, tole, kaj govoriš? Zato pa bodo, da ga je rekel, čuje Gartner, ti pa ni, pa čakaj, tole sem naredil, glej, kaj govoriš? Mislim, mene ljudje najbolj po tej sanaciji poznajo, ne. To je pač ena bila tema, ki je takrat naš lokalni odbor je prvo izpostavil, pa vem, da ste bile že 2 poslanki iz cela zgodovini pred mano, ki sta jo obe obljubili. In jaz jo nisem obljubila, ne. Jaz sem rekla, dejmo, probimo, pa bomo videli, kam bo šlo. Pol tako znaš zgodbo, ne bom ponavljala, ampak to je bila strašna kalvarija, ne. In kdor si predstavlja, da je to, kar prideš pa rečeš, da bo, ni, ne. Pa greš, pa pišeš zakon, pa moraš ga uskladiti, pa moraš ga v proceduro dati, pa potem so še neke igrice, pa malo obstrukcije, pa malo ne bomo, pa ne vem, kaj še vse, ne. Meni nikoli ni bil cilj zakon, ker sem mu bo rekli, ta je pa zakon od Janje Sluga, ne. Meni je bil cilj, da se to naredi, ne. In zdaj končno smo tako daleč, ampak sem to delala 7 let, konstantno. Ne? Ker greš 3 korake naprej, pa greš 5 nazaj, ne? Pa ta noče, pa noče, pa ko se že zmeniš, pa se minister zamenja, pa si rečeš spet, pa sem spet na začetku, kak bom, ne? In mislim, to so komplicirane stvari, nobena taka stvar ni enostavna. So se pa zgodile druge enostavne stvari, recimo, dobim od ene ravnateljice tamle na osnovni šoli, gospa Janja, ka bi vi lahko pomagali, 11 let si že dopisujemo z ministrstvom, da bi dobili ograjo na glavni cesti, ker se meni zdi, da otroci, ko hodijo v šolo, so v nevarnosti. Težijo ljudje, da rekovajo. Ja, me vprašajo in potem jaz grem do nje. Da greš mačka rešiti gore z tega drevesa, ker ne more zelo dol. Ampak tako zgleda, ne? Poslanca kličejo za vse živo, ne? In jaz grem do te ravnateljice, pa res vidim, 11 let so si dopisovali. Ne more se postaviti ograja. Pa kako se ne more postaviti ograja? Pa se čem dobro, dajmo vsi priti na to križišče, bomo mi pogledali. V 15 minutah smo se smenili. Ker smo kar naenkrat vsi tam stali, pa smo rekli, je dobro, ne more biti ograja, zakaj ne more biti ograja? So ljudje z Ljubljane povedali, zakaj ne more biti ograja, v redu sem razumela, pa so pa lahko količki, ali pa je lahko neki. Ja, količki so pa lahko. Jaz sem prej, ko so si pisali, se niso to zmenili, ne? Pa smo se v 15 minutah in čez en mesec so ti količki stali. Hočem reči, toliko je nekih različnih stvari, si pa kot poslanec, si pa strokovnjak za vse, ne? Za avtobusne postaje, za ograje, za telovadnice, za sanacijo, se absolutno
spoznam totalno na sanacijo, tako kot vsi največji strokovnjaki, ne, za vse take stvari, veš. Všeč mi je, da si se oglasila glede tega, namreč, upam, da bo to čim več ljudi pogledalo, da ni tako enostavno, ko mogoče nekdo misli, ne, da prije pač nek šerif v mesto in reče tak pa tak in da se to kar naredi, da dejansko je to cel kup enih ljudi, vprašanj, pisem, pogovorov, da se neke stvari žal pač tako je, ne bi smelo biti tako, pa pač je in nisi ti lasnica Celja, ne, da boš rekel, zdaj pa takle, če ne boš naredil jutri si brez službe, ti boš dal 100 €, ti boš dal 200, če ne boš dal z njima kaj meni, to žal pač tak ne gre. Ne, veš, kaj se naučiš kot poslanec? Naučiš se v bistvu te širine, se pravi, ti nikoli nobene stvari več ne moreš gledati samo z enega zornega kota, ampak z vseh. Ti moraš vedno imeti v glavi, kaj ena določena stvar prinese za vse. Se pravi, v tem konkretnem primeru, ali pa ta prepoved, ki smo znake postavili, da se tovornjaki več čez Celje ne smejo voziti. Ne? Jaz ne moram gledati samo tega tovornjakarja, ki vem, da ima tukaj najkrajšo pot. Jaz moram gledati, koliko zdaj ta tovornjak onesnažuje, kaj to povzroči za cesto, kaj povzroči za to, da tam dol naprej ni pločnika, pa ni kolesarske, pa nam naši otroci hodijo v šolo, pa na avtobus, ne, in tako naprej. Jaz moram z vseh teh vidikov gledati, jaz si ne morem več kot poslanka privoščiti, da samo enega poslušam, ampak moram pa v vsaki stvari poslušati vse, ki jih to zadeva in to moraš vse, zato je pa vedno to, ko rečejo, ne. Umetnost možnega je politika, se pravi, ne vedno je nek kompromis, nikoli ne moraš reči, tole zdaj takole bo, ker je temu všeč. In nič drugačno. No, kaj pa, če smo že pri Celju, mogoče na hiter, kaj imate v Celju, zdaj to župan ureja, ali to ti urejaš, kaj imate s temi kolesi v Celju? Ne? Da je Celje postalo kolesarsko mesto in da več avto nima ki parkirati po novem. Ne? To imaš ti to čez, na koga se moram obrniti? Zakaj nimaš ki parkirati? Če sam parkiriš, jaz ne nam vzel. Kjer kakorkoli pogledaj, zdaj kolesar, tule recimo ven s tvoje pisarne, zdaj kolesarska steza, čas smo tu parkirali, ne? Pa že tako, nijemo ki parkirati, ne, kup si kolo, pusti ti, Rogič ima kolo, jaz ga nimam, pusti me, ne, ampak hočem reči, je to pač cilj, evropski cilj, ali kaj, na koga se moram obrniti, no? Da rečem, vrnite Celju nazaj avtomobile. To je pač, jaz sem na državnem nivoju, tukaj pa lokalni nivo, ne, se pravi županje. Župana se moram je tista, ki določa strategijo. Ampak je zanimivo, da si to izpostavil, ker sem ravno 2 dni nazaj brala en članek, ki je izšel v enem tujem časopisu o Ljubljani. Ne? In je bilo, točno ta del je bil, ko je Janković, ne vem, 2006 ali 2007 napovedal, da bo Ljubljana center brez prometa in da bo vzpostavil te skupne površine, Slovenska cesta pa tak naprej. Kak odpor je takrat bil? Kak so bili vsi ljudje proti in on je šel in je to naredil. Danes so pa ljudje s tem zadovoljni, ne? Jaz se sicer s tabo strinjam, da je število parkirnih mest v Celju mogoče majhno, ampak če sploh ni več. Maj se moraš potruditi, ampak jaz se da. Tule recimo, je pa bistveno bolj, kot ti greš v mesto, da ni avto. Jaz sem hotel parkirati tule zraven, čisto, tako bilo včasih možno. Pred vrati. Ja, zdaj pa ne more kjer kolesarska steza, ne? Zdaj boš pred vrati parkiral, pa boš šel pa 10 km laufati, zato da boš to nazaj noter dobil. A ni boš, da to vse ob enem narediš? Sem jaz te bom v glasu, to se ne vem še na koga. Ne? To mi še povej na hitro, Janja, predno bo pa počasi potem res zaključila. Ta celjska politika, ne, si se spraševala, zdaj kdaj, recimo, zdaj imamo novega župana, ne, po 300 letih, ne, Bojan Šrot je bil edini župan, ki je trajal 300 let. Ne. Celje je bila Celeja, ko je on postal župan in bo trajal do konca, ne, in so vedno rekli, priti more, ne vem, nek čudežni protikandidat, nekdo, ki bo to. Pa je prišel pa vsaj za večino Celjanov, on sicer Mitja ima zgodovino, ni prišel krat včeraj, ne, je že bil marsikaj prej, ampak za mnoge je bil nek mlad mulc, ne, ki ni imel pojma in je zdaj zmagal in se je zgodil čudež. Ne. Zakaj misliš, no, če boš lahko to povedala, ne, da je Šrot Bojan tokrat pa zgubil volitve? Ne, jaz ne bi v tem govorila, zakaj je on zgubil. Matija je pač nekdo, ki je bil že tudi kot občinski svetnik zelo prodor. Ampak se pravim, laiki tega niso vedeli. In očitno so si ljudje zaželeli spremembo. Zakaj jih zdaj, po 300 letih? Ja, zakaj pa ne zdaj? Te vprašam, ne? Mislim, ne vem, mi smo tudi Matijo podprli, jaz sem si tudi želela spremembe. In moram reči, da kar se mojega sodelovanja z mestno občino tiče, ali pa konkretno županom, so zdaj stvari popolnoma drugačne, kot so bile prej. In kar se tega tiče samega sodelovanja, samega nekega
nekih navezav, a veš, to, kaj bomo zdaj za mestno občino naredili, kaj bomo zastopali, katera stališča bova zagovarjala, midva se uskladiva. Jaz si nikoli ne bi dovolila iti kontra županu, če je on seveda dostopen. Videla sem se imela skupaj v teh kolesih, ko gre meni na živce. To si mi povedala zdaj. Ne. Jaz govorim zdaj o pač državnem nivoju, torej karkoli jaz zagovarjam, za Celje se z njim zdaj uskladiva. Ne dovolim si pa jaz mešati lokalne zadeve, to pa absolutno ne. To so pa neke kaj pa to recimo ljudje, ko te kdaj kličejo za Celje, rečeš, da čujte, to pa kar na občino kličete, ne mene s tem, ali imajo pravico ti govoriti čisto celskem malenkosti. Je to zaželeno? Mislim, zaželeno. Dejstvo je, da so pri nas stvari tako, včasih tudi tako kompleksne, da seveda večina ljudi ne ve, kdo je pristojen, tako ko si mi ti zdaj rekel, kdo je zdaj tisti. Tukaj je pač župan. Ne? In normalno je, da te človek pokliče, pa ti reče, jaz bi pa to besečem, veste, to pa je stvar mestne občine, dajte poklicati tega, drugega, tretjega in ga usmerim naprej. Ne? Ker vseeno pa lokalna oblast mora biti avtonomna in samostojna. Ne moram jaz... Boš mačke rešva dol iz dreves, vsak lecne. Sej tudi gasilci ne bi smeli resnici. Janja, evo, zdaj imaš na koncu možnost, da me vprašaš 3 vprašanja. Karkoli želiš vprašati, lahko zdaj vprašaš. A res? Glej, ti ne bo nerodno. Praši, vse, kar ti leži na duši, lahko vprašaš. Pa jaz mislim, da je ti res dober material, da bi lahko kandidiral. Zakaj se tebi zdi, da če kandidiraš, pa nisi izvoljen, da si, ne vem, loser, da si nisi več dober? Ne loser. Druga fora je, tako sem ti prej rekel, ne? Jaz sem človek z medijev, ne? Ja. In jaz sem se naučil skozi leta, jaz sem bil včasih še bolj glasen, kot sem zdaj, ne? Ampak sem dobil, mi to škodi. Ne? Škodi v smislu, da se ti zameriš eni polovici gledalcev in pa ti gledalci več tebe ne gledajo, ne spremljajo, ker ne greš na živce, ki si se opredelil za neko opcijo. In sem videl, da ta polariziranost dejansko na dolgi rok od nje nimaš nič. Pa še nekaj, ti ne veš, kdo je vzadej televizije, s katero ti delaš. Ne? Kdo je odzadaj sponzorjev, ki devajo denar televizije, s katero ti delaš. In ti si neki glasen, pa te čak pa ti isto, ti veš, koga si zalašil, koga si normalno, recimo. Ne? No in pa si predstavljali, da jaz, ne vem, zdaj kandidiram za Svobodo, ne? Pa si, pa to, pa Janša ni vredno, pa uno drugo, pa mi Svoboda more to, pa gor dol, pa levo desno. To pa jaz nisem zvoljen, ker sem jaz zvoljen meni sen. Jaz nadaljujem to, kar sem... Pa tudi če to res mislim, nima zdaj, jaz ne bi blefiral, jaz bi res mislil. Ne? Pa recimo dobim poslansko plačo, gremo v Ljubljano, sodelujem bolj aktivno kot ta vaš drugi, ki ga sploh ne vem, kjer je. Ko je nek poslanc brez cela, pa sploh ne vem za njega, jaz osebno. Te maj se zanimaš. To je res, ne tebe poznam, ki si lepa. V glavnem, no, in jaz nisem zvoljen, bil sem glasen, ljudi sem razdelil, noben več me ne mara, tisti, ki so me prej marali, in jaz nisem zdaj izvoljen. In kaj sem zdaj jaz naredil za svojo kariero in life naprej, če nisem zmagal? Ne, zato ker imaš že v osnovi napačno izhajaš, kaj imam jaz od tega. Ja, mislim, od tega, ne v smislu od tega, ampak samo škodo sem si naredil. No? Ne, nisi si, če ti si pač upaš, če so to dejansko tvoje stališče. Jaz sem si vedno upal, ne. Če bi ti govoril nekaj sam za to, da govoriš, je druga stvar. Vse moraš biti glumac. Vsak politik, gledaj, Ronald Reagan je bil 8 let predsednik, ker je bil prej igralec. In je igral predsednika, je bil fenomenalen, ne? Ampak ti moraš biti malo glumac, vedno moraš biti, ni moraš biti politik. Se govorimo zdaj, če si res frajer velik, ne? Ampak jaz ne bi zdaj govoril nekaj, kar ne bi bilo proti meni, ker tak nor pa nisem, to ne upam, če mi ful plačaš. Pa ne vem, zakaj bi se komu zameril. Ne, da se bi zameril, ampak polariziral bi ljudi in ko bi pa recimo šel z politike ven, ker če ne uspeš, kaj boš politike ustavil, zakaj, da bom kaj, tule te pometil. Še veliko vlog je, niso samo tisti, ki so tam čist pred kamero, to je ena stvar, se pravi bi lahko. Ne, jaz bi štartil na veliko, pusti ti, jaz bi štartil na veliko zgodbo, ne tu, da si jaz nekem lokalnem odboru. Ne, to je pa tisto, sem ti pregovoril, tisti, ki te poznajo, ki zagotovo ne bi zamerili, da si javno povedal tisto, kar v resnici tudi sicer zagovarjaš. Ja, no. Mi hočeš reči, da bi bil zvoljen, jaz zakaj, če bi pa seveda si potencial. Ampak kaj, pa ne za celjskega svetnika, zdaj govorimo za parlamentu, poleg tebe. Ja, vidiš. A vidiš, kako to gledaš? Ne, oprosti, pusti ti kalit, jaz sem star 50 let, nijem si reči kalit. Pridemo in naredimo, ne pusti. Ja, jaz sem tudi to mislila, pridemo in naredimo. Ja, pa če mi upaš podpisati, da pridem v parlament, sem za. A nisem prej rekla, da jaz ne obljubljam.
Pa predvidevi vsaj, no? Bi dobil glasove, misliš? Mislim, jaz lahko rečem tako, kot vedno rečem. Ja. Potruditi se moraš in narediti vse, da se to zgodi. Potrudil bi se. Ja, evo, Bi imel svoj štang, če se, mikrofon. potem pa showtime, rezultati pridejo. Drugo vprašanje. Drugo vprašanje je, ali se ti zdi, da bo zdaj to tvoja nova karierna pot? Se mi zdi, da si kar uspešen pri teh intervjujih, sem jih pogledala tudi za nazaj. Ja, veš kaj fora, trenutno nisem na nobeni televiziji, ne? In mi je ta dolg cajt. In jaz sem bil skozi TV človek, nisem nikoli bil na teh YouTubih, internetu, ampak zdaj pa me je to začelo tako drajvati in zanimati. Ti si zdaj, mislim, da 12. intervju že, ne? Eni imajo enega na mesec, enega na teden mesec imam zdaj že v 14 dneh 5, ne? Pa sploh še nisem šel zdaj na res, ti si mogoče prva res znana oseba, če se ne motim, a so še bili kakšni pred tabo, mislim, da so še bili, ampak taka, veš, da te res poznajo, no? Kaj šele kom šel na to, ne? Ki vem, da bom dobil vse, ker to moč pač imam, ne? Lahko še eno pod vprašanje? Ne še. Ja, ker lahko. Pa se ne misliš, da zato, ker si pa zdaj danes mene imel, te pa eni ne bojo gledali? To mi je vse ene. Pri intervjujih je fajn, da se skregajo. Tam se morajo skregati. Ampak hočem reči, da če se res potrudim, ne, pa če se odločim, da bi naredil z tega zgodbo, rabim pol leta, pa bom med top 5 youtuberjev v Sloveniji. To si upam zdaj tudi zagotoviti. Ja, in jaz to verjamem, da bomo obljubiti. Je pa res, da mogoče da ne bi bili skozi te statični kadri, kot jih imamo zdaj, da bi imel kakega snemalca, pa bi gor dol, ampak kaj fora, ne? Mislim, da isto Gartner nima snemalca pa studija, ne? To grem rad na različne lokacije, to mi je dobra fora, ampak so ekipo ostavljajo pa tečno v tem, ko mora imeti čas takrat, ko jaz hočem, ne? Pa takrat, ko gost hoče, ne? In ko rečem jaz petek, 5:03, danes pa ne morem, da jutri, ne, stari, danes moreš, ja, danes ne morem. In to se zapleti, zdaj pa pustim, ne vem, pa kar sam. Ne. In zato sem v bistvu sama, pa tako si rekla, ja, mogoče pa naredim z tega zgodbo, zdaj očitno mi, dokler ne bo če kakšna televizija prišla, mi je spolu imel problem, ne, da bom delal to in to, ampak če bo to ful dobro šlo, ne, je pa res, me pa nekaj skrbi, če sem iskren pri teh intervjujih, da vžge samo škandal, pizdarija, sporna izjava. Recimo, glej, te intervjuje zdaj zadnji, ki so res naredili viralni hit, ne, ko je Martin Strel, plavalec, rekel, da je Luka Dončić ni naredil nič, mega hit, ker je bila butasta izjava. Ne. Dinoti, ne, ta youtuber, ko je rekel, da ženske po 30 letu so vse pogreb, mega hit, ker je bila butasta izjava. Ne. Da pa jaz zdaj govorim, ko sem imel jo cerebralno paralizo Lano Tepeš, ki je bil, by the way, meni čudovit intervju, vse so bili neki ugledi, sam ni bil pa bum. Če bi pesnjo vprašal, čuj, gre z mano seksat, le kaj je rekel, ne? To bi pa kar šlo viralno. Ne? Zdaj si odgovoril na ono vprašanje, ki sem mi spraševal, zakaj je ta knjizek ugled. Ne? Ravno zaradi tega, ker če poslanec razpravlja z argumenti tehno in umirjeno, da nihče ne citira, če pa govori neumnosti, ga pa vsi. Ne, no ta del, edino tukaj mi je malo škakljivo, ker jaz bi tudi lahko vzela, ker sem imel en intervju z eno Lano, oziroma Tano, eno punco, smo bila pri meni doma, pa smo govorila 1 uro samo o seksu. Intervju ima največ ugledov. Ne, in sem rekel, čakaj malo, zdaj pa grem pač v to. Jaz bi lahko pripeljal zdaj pred kamero punce, ki bo jaz rekel, ne grem se tega, hočem narediti neko drugo zgodbo, ljudi, ki bi jih jaz res rad, ne. Tudi za ceno tega, da mogoče na začetku, zdaj to ne bojo neke rekordne številke, ne. Sam če pa na dolgi rok videl, da tu ne gre več kot Jurija 2, 3, kam pa ali? On pa mogo začeti pizdarije delati, ne. Sam tega nočem. V rumene medije, veš? Tega nočem, ker mislim pa, da to je vsem ta moja pot trenutna, ki jo ne pričakujejo. Veš, od mene so pa si vedno pričakovali neke norije, ampak ta dobrodelni koncert, ki sem ga letos imel v Celju, je pa za tisti, ki me pač niso prej poznali še po čem drugem, isto, pa tudi normalno lahko, pa ni vseh se govoril, pa wow, ne. Hoče ta zgodba zdaj se tu nadaljuje in lahko pa da ravno ta stil brez teh škandalov rato. A ti povem po pravici, da sem si jaz tudi to rekla. Sem rekla, le, isto pa zna tudi to, bravo. In ti še zdaj čestitam. Nisi vedela, prej to kaj. Kam nisi vprašala? Se bi ti povedal? Se bi ti povedal? V bistvu sem bolj razmišljala o tem, da pač to ni tvoje, ne? Ja, pa je, veš. Pa je, ne? Če hočem je, ne? Če hočem je, ne? Zadnje vprašanje, tretje. Tretje vprašanje, a gremo zdaj na kavo? To je nespodobno povabilo. Ne, čisto v javnosti. Ja, pa te lahko hvalim ob kavi. Absolutno. Lahko me tudi čimfaš, se bomo vse zmela. Lahko gremo na kavo. Jaz pijem belo kavo, kaj pa ti? Tudi je, vidiš. No, vidiš. No, drugače pa, če smem zadnje misli, zadnje stavke, ne.
tvoj mož mi je verjetno zameril, ampak mi je čisto vse. Ti veš, da si ti meni všeč, to veš. Ne vem. Zdaj veš. Zdaj vem. Kaj boš rekla zdaj na to koncu? Ja, simpatija je obojestranska, to lahko Kaj, rečem. če bi bila samska ti, kaj bi se lahko zgodila? Ja, če bi bilo, Če, ja. Se pravi, če, ta dvom To ustaja. če, veš, je zgolj ugibanje. Janja, tvoj zadnji stavek gledalcem mojega YouTube kanala, torej stavek, po katerem se te bodo spominjali še dolgo časa. Ne? A se bodo. Upam, ne? Če kaj pametnega povedala, ne vem. Ne? Pa pozabite zdaj, da je ona lepa, pozabite, pa da je bila Miss Alpa Adria, pa da je bila, kako se je kao, 9-krat si bila v finalu v Miss. Ne pozabil, da sem poslanka, to se mi zdi, da je Ja, nekak največji madež. Imaš prav, a veš? imaš prav, se pravi še hujši kot Miss. Okay? Torej pozabite, da je poslanka, ne? Da jo ne marate. Pozabite, da gledate jo samo kot eno zelo simpatično gospo v zrelih letih, kar noče čuti, ampak dobro. Kaj jim boš povedala? No? Pa ne, nič ne bi kaj posebnega povedala, Ja. zato ker se mi zdi, da jaz nisem nič posebnega, ali pa smo vsi nekaj posebnega. Ne Nič mene izstopamo. gledati, ni Aj, gledati, ne mene gledati. Ja. No, nič, upam, da ste videli, da tudi misice in tudi poslanci So ljudje, ne? So ljudje Ja, ja. taki kot vsi in imamo svoje napake, imamo pa tudi neke dobre lastnosti. In upam, da vam je bilo vsaj zanimivo, pa prijetno, pa verjamem, da z istokom je bilo. Kaj pa IQ si šla zmeriti? Ne, zakaj bi si ga Ne šla? vem, te zanima. Ne. Rekla, gledajte, nisem neumna, IQ imam 250. Komu bi pa morala to dokazovati? Pač, če bi hotla, no, Ne, nisi ne. šla. Jaz tudi ne. Ne rabim nič Jaz tudi dokazovati pol manjam, nobenemu. kot imam. Ne. Po mojem imam ful visokega. Ne. Jaz tudi, ja. Da zaključiva res v velikem stilu. Ne. Kaj misliš, poleg tebe, katera poslanka je meni res seksi? Poleg tebe. Joj. Ono, da bi rekel, da bi... Ne, zato Ne, vem, da boš se me tu. spet nek Ne boš seksizem. me Ne, tu. povej, Ne, kaj misliš? Ne, ker Bo te pa poslanci drugače smo vprašal. tam zato, Ja, iz istega razloga kot drugače poslanci, vprašal. zato, da tam te delamo. bom drugače vprašal. Ne, Kera mi je pa simpatična, no? S katero bi šel na zmenek, evo. na kavo. Na kavo bi šel z vsemi, to ni nič. Ja. Ja. S katero bi šel na kavo z malo Možnostjo, da greš s pol tu poželjivimi zmeraj. mislimi. Ja. Pa ne. Pa meni so vse simpatične. Pa Najbolj. tep. Ne vem, boš šel na prvo med enakimi, na predsednico državnega zbora. To moram dobiti tu za intervju. Ne. To moraš mi obljubiti, da ji boš povedala, da sem že z njo na vezi, pa mi je dala številko od svoje tajnice, kaj pa še nisem klical, ker nisem imel časa. V redu, to bom jaz uredila. Hočem, da malo A ja, čaka. ne, veš. ona, se pravi še eno. Ja, hočem, da ne malo vem. čaka. Ne. Malo jo boš pustil. Ja. No, kera je ona. Ne vem, kako bo zdaj izgledalo, da eno izpostavim. Ne morem, kar ti povej. Se ti lahko pomagam malo. Ne. Bila je nekoč z mojega foha, televizijskega. A res? Aha. Ma veš kaj, ne vem. Ne poznam to, ker veš, nas je kar neki. Janja. Z televizijskega? Voditeljica televizijskega. Ne vem. Ne veš. Ne prav vem. povedal. Ne ostane Pa ne. skrivnost, zdaj te pa zanima, ne? Ja, veš, da me zanima. Ne? Eno pa, ker ne veš, kaj je bila prej televizijska voditeljica. Pa v tisti stranki, kot ti tep ni najbolj priljubljena, ne? Pa ljudje tu mnogi zaradi tega niso marali, ampak jaz pa rekel, pozabimo, s katere stranke je, ona je seksi. Je tam zato, da dela. Kolegica Irgl. Ja, dobro, super. Zdaj je zaljubljena, ne? Od Davora Boriča, našega prijatelja, pevca, plesalca iz Poletja v školki, in to je zdaj velika ljubezenska zgodba. Ne? Ampak si opazila, da nič kaj mediji ne pišejo dosti. Viš, recimo v Ameriki, da bi neka poslanka imela enega pevskega zvezdnika nekdanjega, pa to bi bila novica leta na vseh Ja, časopisih. vidiš, ona je tudi pametna punca, Ja. pa ločuje to eno od drugega. Ali pa medijev ne zanima naših, ne? Ki bi raje napisali kakšne brezvezne stvari, nelepe stvari. Ne? Ja, ne vem. Sam, da niste uganila na Boš prvo mogel žogo. imeti kakega novinarja, da Ja. ga boš pa to Da vprašal. nisi na prvo žogo uganila Evo Irgl, da ti pa zameri. Zakaj mi to To bi zameriš? mogla reči. To bi mogla reči. Kjere bi pa lahko še rekel. No? A si pogledal ti zadnje čase, kaj je Sem. poslanke? Ja, no, Jaz imam izostren okus. Ne? imaš? To si pa ti na prvem mestu. Ne? Dame in gospodje, to je bila čudovita, zelo inteligentna in hkrati zelo lepa Janja Sluga. Če bi tukaj bil kakšen moški kolega, bi tudi njega pohvalil, če bi seveda si to zaslužil. Če ti ne bi bila lepa in pametna, ti tega ne bi rekel. To ženske pozabljate. V bistvu, ja, gledaj, to je pa seksizem. Ne, ni seksizem, če si ti v resnici lepa.
Ti ne bi bila leva, ker si to. Hvala, isto. Ja, no? In upam, da ste iz tega pogovora vseeno, moj namen je bil, ker mi je šlo na živce, da Janjo ne poznate, mogoče tako, kot bi jaz rad, da jo poznate, ker jo poznam drugače in upam, da smo približali en delček tega, no, da je ona tudi človek, ne samo politik. Ne. To sem želel. Ne. Fajn bote in kaj ne rečem, ne. Gledajte še naprej, Janja, ti pa gledaj, zdaj na dobro kavo me pelala. Hvala, isto, Okay, greva na kavo.